Ljudje in ljudine, 4, 3, 2, 1, poslušate 204. epizodo 7. sezone in 7. novoletni specialc podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z. Obot, oni, ki burger odmerjajo decimalno, smo Mito Gegić, Servus, Igor Harp in Aljoša Harlamov. Tokrat znova z gostom oziroma gostjo v našem kriznem štabu na Vodnikovi domačiji v Šiški. Prvič med nami toplo pozdravljamo publicistko in filozofinjo Jelo Krečič. Živijo. Jela, kako si? Ok. To je pravi feeling za naš podcast. Ne preveč, ne premalo. Dobrodošla v našem podcastu. Že dolgo smo si želeli, da bi prišla gostovati k nam in zdaj smo veseli, da smo našli eno temo, ki ti bo, upam, da pasala. No, jaz sem pa vesela za povabilo, ker sem fenica Oboda, tako da... Thanks. Hvala. No. Pomihta se. Današnja epizoda je, kot ste gotovo prebrali v opisu, posvečena kultni klasiki, ki jo lahko gledate za Silvestrovo ali Stallonovo, o prazniku ali vsakdaniku, drugemu filmu Quentina Tarantina Pulp Fiction ali po slovensko Šund iz leta 1994, kar pomeni, da letos praznuje dobrih, okroglih, lepih 30 let. Letos je, se pravi, samo še 2 dni, ko vi to poslušate. Minister za stopala in postmodernistične citate opozarja, epizoda lahko vsebuje kvarnike, zato poslušate na lastno odgovornost. In zdaj malo muzike. Preden začnemo, sem hotel eno stvar povedati našim poslušalcem, da to ni samo 7., kot sem že rekel, special za novo leto in 204. epizoda, ampak je en mali preview, dražljivček, rajcer, zato ker bomo počeli zdaj vsak mesec z našimi bonus epizodami in sicer bomo poskušali vsak mesec predelati, analizirati, pogovarjati se o eni klasiki in potrudili se bomo, da bomo vsakeč imeli kakšnega gosta ali gostjo, zelo pogosto morda gosta in gostjo, ki še ni bila v naši družbi ali pa ni bil v naši družbi, tako da skratka to, kar danes poslušate, če vam bo zanimivo, če vam je bilo všeč, se boste lahko enkrat po novem letu, jaz res upam, da vse te stvari uredimo, naročili na naš podcast in dobili eno epizodo mesečno kot bonus. Začeli naj bi z januarjem z Alienom, gosta še ne bom razkril, in potem za vse tiste, ki pa ste z Gorenjske, ki pa se ne bi naročili, pa boste pač počakali, do poletja, ko bomo te epizode seveda spustili prosto na pašnik, tako da ne se bati, nič ne boste zamudili, samo tisti, ki nas boste podprli oziroma nam plačali kakšno kavo, boste poslušali kakšen mesec prej. Mito, nekaj si hotel, ali si štimaš mikrofon? Sorry. Danes delamo Pulp Fiction iz leta 1994, žanr kriminalka, gangsterjada, postmodernistični film. Kaj in točno to je, bomo gotovo govorili v nadaljevanju. Ustvarjalci, zdaj jaz mislim, da veste, kdo je ustvaril ta film, ampak če slučajno ne veste, scenarij in režija sta delo Quentina Tarantina in to je njegov drugi film, se pravi, predtem je posnel samo celovečerc Reservoir Dogs leta 1992, potem so sledili pa Jackie Brown, v 97. Kill Bill 1 in 2, ki jo tretira kot en film, lepo prosim, sta z 2003 in 2004, Death Proof 2007 in Glorious Bastards 2009, Django Unchained 2012 in The Hateful Eight 2015. Ta dva westerna smo omenjali v 197. epizodi in potem še Once Upon a Time in Hollywood iz 2019, ki smo pa ga obdelali v 27. poletni epizodi, tako da lahko prisluhnete za nazaj. Sicer pa je scenarij nastal po zgodbi, ki jo je napisal skupaj z Rogerjem Averyjem, ki je režiral drugače Killing Zoe, pa The Rules of Attraction, napisal scenarija za Silent Hill in veliko klasiko Beowulf iz leta 2007. Film je drugače pograbil 8 velikih nagrad od 26 nominacij, med njimi Zlato palmo in Oskarja za izvirni scenarij.
To je to, jaz upam, da se tega filma spomnite. Če se ne spomnite, kaj se dogaja v filmu, bo tukaj gospod Igor Harp vam povedal, kaj se v filmu zgodi, da se boste malo osvežili spomin. Igor? Film je strukturiran iz več zgodb, ki časovno niso podane v linearnem zaporedju. Začne se z zgodbo o dveh gangsterjih, ki se pač pogovarjata, upravljata malo in potem gresta narediti gangstersko zadevo, da pobereta en kovček in ubijeta ljudi, ki so njunega delodajalca oškodovali. Potem naslednja zgodba je zgodba o uri, kjer spoznamo lik, ki ga igra Bruce Willis, Butch, še kot otroka, ki dobi uro od očetovega vojnega druga, ki je bil z njim v taborišču in je skrival to uro na zelo neprimernem mestu. Butch, mislim, neprimernem, neudobnem. Butch se pa dogovarja v sedanjosti z Marcelom Wallaceom, torej delodajalcem preomenjenih gangsterjev, in se dogovori z njim, sprejme podkupnino, da bo v 5. rundi pač pogrnil v boksarskem dvoboju, ampak namesto tega on zmaga in stavi nase in proba pobegniti, na kar pač sledi še nekaj zapletov in Butch in Marcellus pristaneta skupaj v jetništvu dveh psihopatov, ki se odločita posiliti in ubiti, ampak Butch se reši in potem reši še Marcellusa in pol sta nekako poglihata. In potem je še tretja zgodba, kaj se zgodi po tistem začetnem dogodku z tema dvema gangsterjema. Jaz sem čist pozabil, vmes je še date. Ja, torej druga zgodba pravzaprav je zmenek, na katerega gre Vincent Vega, eden od gangsterjev iz prve scene, z šefovo ženo, samo zato, da naj jo zabava, nič naj ne bi bilo romantičnega v tem. In ona dva se zabavata, plešeta, imata debate o zrezkih in šejku za $5, na kar ona vzame njegov heroin in ga posnifa in overdozira, in potem je še cela scena, ki jo morajo spraviti k sebi, ki je zelo v redu narejena. Torej zadnja scena pa je to, kaj se je prej dogajalo z gangsterjema, ki sta opravljala tisti posel in imata eno od njiju ima eno razodetje in pristaneta v kavarni, ki smo jo v predsceni filma videli kot da bo oropana, in sta sred tega ropa in je en tak metafizičen pogovor, ki mu sledi še pač potem zaključek, ki je zelo tak vesel. Vesel. Kako bi temu rekli. Pa še nekje vmes je Bonnie Situation. Jaz sem sicer film gledal predvčerajšnjim, ampak čist prav... Bonnie Situation je na koncu ali je vmes? Ne, vmes je, ker Diner je na začetku in na koncu. Diner je na začetku in na koncu. Film se vrne na začetek. Vmes je še Bonnie Situation, kjer Quentin Tarantino igra. Ja. Okay. In definitivno je oboje na sredi. Vidim, da tukaj bi pa res moral si zapisati, kako se sledijo stvari, ker Ja, to je film, ki ima zelo zanimivo strukturo, za katero pravijo, da je krožna, čeprav je to mal dvomljivo. Mislim, krožna je v tem smislu, da gre začetek filma, oziroma da se začetek in konec povežeta, ampak obe sceni sta na sred filma, na sred zgodbe v resnici se dogajata, ker konec smo videli v resnici. Ampak, glej, se to ni toliko važno, danes bomo skratka delali šunt, gotovo ste ga pogledali, tudi jaz ga bom danes napovedal, danes, ko to snemamo, namreč bom napovedal, da bomo delali šunt za novo leto, tako da boste imeli cel teden časa, da ga v miru pogledate. Na Netflixu je, za tiste, ki da ne boste iskali, vsaj na Netflixu, mogoče še kje, ampak jaz sem ga gledal na Netflixu. Poglejte ga in skratka uživajte v našem pogovoru. In zdaj draga Jela, bom tebe najprej vprašal, skratka, a se tebi zdi, da je film
še danes relevanten, zanimiv, kako bi človek temu rekel, a še danes današnjemu gledalcu, ki je recimo že mal sit postmodernizma ali pa ve, kaj to je, ali pa ne vem kaj, a mu je še enako zanimiv, kot je bil leta 94, to je 30 let star film, moram ponoviti. No, jaz se spomnim, ko sem ta film videla pač v času njegovega nastanka, ko je prišel v kino in zame je bil ta film razsvetljenje. No, pač. Čak, v kino, ti si 3 leta starejša od mene. Jaz sem 79-letnik, tako da sem bila mlada najstnica. Ja. Ok, super. In zame je bilo to tako revelation, no. Pač čist me je navdušil. Sem ga pa zdaj pred kratkim spet pogledala, pa ni bilo istega efekta. Aha, okay. In verjetno, da tudi zato, ker mnoge stvari, ki jih je Tarantino tu izumil, mislim, filmske procedure, so postale že tako uveljavljene v produkciji, da nimajo več istega efekta. Ampak še vedno se mi zdi, da ima film pač številne kvalitete. Ne vem pa, če bi se strinjala čist s to znako postmodernistično. No. Mislim, vem, da se to pogosto lep na ta film, ampak tukaj imam jaz, kako se reče, ločeno mnenje. Ok, super. Bomo o tem še kakšno rekli, gotovo, ker pač me absolutno to zelo zanima. Igor, ti si ga tudi praviš pogledal zdaj pred kratkim, kako se tebi zdaj po tok cajta? Ne vem, kdaj si nazadnje gledal. No, znal sem ga na pamet, kar tiste obnove mogoče ni. Ampak prav vedel sem vsak dialog, ki ga bo kdo rekel in se mi dopade, ampak sem prav razmišljal o tem, koliko mi je bil 94. všeč, ali 95, ne vem, kdaj je prišel k nam v kino. In mislim, da je takrat ful pomemben dejavnik je zgodba, ki če jo poznaš, te ne preseneti toliko. Ker ti recimo tiste scene z overdoziranjem, če si videl že kak film, pričakuješ, da bo prišlo do tega, ampak potem pa res ne veš, kako se bo razpletlo, ali bo on uspel jo zabost ali ne. Ti sumiš, da bo preživela, ampak tak tisto pričakovanje, ki ga tam spostavi, kaj bo zdaj s tem, ali jo bo poškodoval ali karkoli, tistega trenutka ne moreš pri ponovnem ogledu še enkrat dobiti. In en kup tovrstnih obratov pač v zgodbi, ki se premakne v neko drugo smer, pri ponovnem ogledu pač nimaš, ampak jih pa znaš še vedno ceniti. Ne? S tem, da je pač zdaj tako malo intelektualistično, tako, to je pa v redu, namesto da si ono tako, moj bog. Okay. To je ta razlika. Malo snobovsko se počutim. Malo se snobovsko počutiš, gledaš šumt. Okay. Ja, mislim, posledično nimaš občutka, da je ta film nek uporniški, nek novega, ampak da je to pač, mogoče pač dan danes, kot da pač ne vem, tako so Dickensa brali, ko je vam prišel, ali pa kasneje beriš Dickensa. Ampak imaš občutek, mal tega občutka, ki je meni včasih podoben pri Fight Clubu, ker recimo Šunt se mi zdi, da zelo pogosto moški navajajo kot enega svojih najljubših filmov in je zelo taka kvazi mačistična, šovinistična, zdaj dela Merkvote, ki jih noben ne vidi. Skratka, skušam pač že pokazati, kaj si mislim o tem, ampak zelo pogosto recimo je Šunt tako kot Fight Club na teh listah. Mislim, še pogosteje sta Botter in Apokalipsa, ampak pač ženskih likov mislim niso, prav zares realni, se tudi moški niso realni. Ni cel point, da bi bili realistični liki, ampak vsekako se fokusira na moške. Zdaj pa pač to se vidi, da je film, ki ga je naredil en dost mlad človek, ki je pač pisal o tem, kar je boljš razumel, I guess. Nasilje. Nasilje, kot ga je videl v filmih, ne nasilje, kot bi ga videl v realnem življenju. In mislim, da je tudi to. Je pa v redu, no? Mislim. Mito, ti si ga pogledal zdaj še? Včeraj si ga pogledal. Jaz sem ga ne vem koliko krat pogledal, tako da nimam dovolj prstov na obeh rokah in podplatih, da bi lahko to preštel. Ne spomnim se pa, kdaj prvič, pa mislim, da ni bil kino, da je bil srednja šola na DVD-u, nekaj tazga. Kakšnega 97, 98, tu nekje. Jaz pri njemu opažam, da zelo drugače sem ga prvič zaznal, pač kot nekaj kulskega, predvsem ta beseda cool, retro cool, je bila takrat meni bolj v ospredju, pa tudi nisem bil toliko občutljiv na vse te žanrske nastavke, ki so nekako potrebni za to, da ga lahko globje razumeš. Film nekako spodbuja to fetišizacijo elementov, pa da bereš potem z
ko si širiš obzorje, ne, za starostjo ali pa za filmsko izobrazbo, da vidiš več stvari noter. Ne. Kot mulc tega ne vidiš, ti je pač enostavno kul, ker je gangster, pa ima zanimivo narativno strukturo. Včeraj, ko sem ga pa gledal, pa v bistvu cenim, pa sem v bistvu opažal zelo ene druge zadeve, kako se v bistvu ta metafikcija noter opisuje, pa metanarativ, kar ni postmodernističen element, ne, tako da se strinjam tu malo z Jelo, ne, da ima ene primesi, ki niso čisto postmodernistične mišljenje. Tako da še vedno mi je super, pa mislim, da za svoj čas izjemno pomemben. Imam pa tudi ena vprašanja, zakaj ravno ta film ob tem času, kako se to opisuje v 90-ta, a ni postmodernizem se v bistvu že izpel, niso filmi pred tem obstajali. Tako da v bistvu v umetnosti, postmodernizem, ki je povojna umetnost, zakaj je Šunt rabo v bistvu 40 let, da prišel ven, naprimer. Pa to so ena vprašanja, ki so pa mogoče malo še onkraj tega. Ok, super. A lahko jaz nekaj v zvezi s tem kulskostjo? Se absolutno strinjam, ampak tako, zdi se mi, da so njegovi junaki tudi junaki, kjer ne kul postane kul, kjer to, da so malo posebni ali pa čudni, malo quirky, da to afirmira kot kul. Tako da to ni tak običajni kul, ampak transformira samo kulskost, no, se mi zdi Tarantino. Mislim, da ful pomaga to, da kao žanrske like, ki jih poznaš iz prejšnjih del, iz drugih del, ne, postavi na novo luč ali pa jim pusti v bistvu, rečemo, sceno, da se odvija dlje, kot pa bi drugi režiserji porezali in tako se nekako zdi, da postanejo bolj resnični, človeški in tukaj se mi zdi, da potem tiči tale kulskostnost, njihovo kvazi filozofiranje ali pa obsesije z podrobnostmi, kakorkoli, da tukaj potem, vsaj za 90 generacija, kakorkoli, da jim postane to nekako kul. No. Tu se mi zdi, da je nek element. Jaz mislim, prečerajšnjim, ko sem gledal film, da sem dobil eno asociacijo, zakaj je mogoče to hotel narediti. In sicer film Boter ste Coppola, pa že pred njim Mario Puzo, zmislil, kako naj bi delovali gangsteri in potem so gangsteri začeli, mafici to posnemati. Na? In mislim, da je Tarantino hotel isto narediti. Samo, da pač niso gangsteri rekli, zdaj pa dajmo imeti debate o metafikcijskih temah in masažah nog in tak dalje. Ampak že v drugih filmih, recimo v True Romance, imaš tam Gary Oldman pa Sam Jackson, pa tudi imajo eno to debato, neko tako. Ne? In mislim, da je to bila njegova ideja, da bi želel, da gangsteri to naredijo, mogoče vsaj podzavestno, pač nek tak efekt imeti na resnično življenje. Ne vem. Ja, kdaj si pa ti videl prvega? Ja, jaz moram tudi priznati, da se ne spomnim, ampak nisem tako hitro gledal tega filma, se pravi, jaz sem bil 11 star, 94. Tako da... Važič. Tako da prav gotovo ga nisem takrat gledal v kino, no to nekako to verjamem, da nisem, sem ga pa pol gledal, ampak gledal sem ga definitivno že v času, ko sem vedel, da je Tarantino cool. In mislim, da sem takrat pogledal pač, ne vem, velikokrat, no, skratka v svojih najstniških letih in da je to bil tako, meni je bil ta film predstavljen kot nek temelj neke filmske izobrazbe. Skratka, če hočeš kaj vedeti o filmu, je Tarantino tisti avtor, tisti režiser in Šunt tisti film, ki ga moraš videti. Skratka, pa če sem oboževal žanrski film, vsi smo gledali Lekcijada, ne, in tukaj se mi je zdelo, da prvič vidim, tako kot si ti, Igor, rekel, pač gangsterje, ki govorijo neke skoraj šekspirijanske dialoge, ki uporabljajo besede, ki jih jaz pač v angleščini nisem poznal. Definitivno je to tudi film, ki ga tudi če ga nikoli nisi gledal, ga poznaš, ker je imel v 90-ih preprosto tak vpliv in se je pojavil tudi kot neka, zdaj bom uporabil eno besedo, ker sem pred Damijana tukaj zagledal, pa se spomnil, ikoničen film, skratka, ker ima res neke podobe iz tega filma, vsi poznamo, skratka, vsi poznamo Travolto in Samuel Jacksona v teh v beli srajci in sukničih, kako pištoli držita, to je en taka znana to get medieval on your ass, je en tak citat, ki je s tem filmom pač postal nek The Thing. Skratka, to jaz sem pa v resnici bolj kot karkoli drugega opazoval predvčerajšnjim, ali kdaj sem ga gledal, detajle, za katere je pač Tarantino vložil veliko časa in hkrati kako deluje karakterizacija znotraj te zanimive strukture, ki ni linearna. Ne? Skratka, ful mi je bilo všeč, vse veste, jaz sem fan Brucea Willisa in pač Bruce Willis v tem, jaz mislim, da tukaj pač Tarantino res dokaže, da ti moraš igralcu najti vlogo pravo
In on tukaj, njegov prvo soočenje z Vincentom Vego, se pravi z Johnom Travolto, ti že takoj pove, da on ne bo padal v 5. rundi. To je pogled človeka, ki je totalno besen, ki ga tam nekdo nekaj, kar pač, kaj mu že on mu nekaj reče, ali kaj, nekaj se poheca z njega, kot z njegove pleše, pa z pač tega, da je boksar. In skratka, takoj padete v ta nek besen, očesni stik, dvoboj, in takoj skratka veš, ta človek ne bo padel. In mi je to eni taki mali detajli, plus to, da dobro, zdaj, če ne veste, recimo, da heroinski odvisniki so ponovadi zelo zaprti in hodijo veliko na WC, je to pač ena stvar, ki jo je zanimivo vedeti, ker ti pojasni, zakaj Travolta skozi hodi na WC. Take stvari in se mi je zdelo zelo zanimivo to opazovati pač z neko razdaljo, ampak jaz sem drugače vedno gledal ta film kot neko zbirko aluzij ali pa nekih citatov na druge filme. Ne? Zdaj pa mogoče, Jela, ti povej, zakaj tebi to ni postmodernističen film? Kljub temu, da recimo tukaj jaz pri redko katerem filmu vidim, ampak tukaj imaš prav. Ne? Na Wikipedijo, če boste jo zdaj odprli, Pulp Fiction, vtipkali noter, pač v angleščini, boste videli, tako je, mislim, da je vsaj za eno A4 stran nekih, in tudi jaz imam v scenariju noter, vse našteto, odkot naj bi bili neki prizori navdahnjeni, ne vem kaj. In to je neka, rečemo tega, osnova, to seveda ni vse, kar postmodernizem je, ampak je neka osnova ta igra z citati. Zakaj ti misliš, da to ni, oziroma zakaj mogoče postmodernističen film ni najboljša oznaka? Mislim, sigurno tukaj si omenil referencialnost, pastiš, vračanje v pretekle dobe, k preteklim žanrom, to je pač postmoderna karakteristika. Ampak, dobro, verjetno je odvisno od tega, kako sploh razumemo postmodernizem. In jaz ga v resnici razumem skozi Frederika Jamesona. In pri njemu pač je postmodernizem itak ena, mislim, cela družina nekih karakteristik, ki so povezane med seboj, recimo brezgodovinskost, pa površinskost, izgubljanje afekta. In mislim, da pri Tarantinu, čeprav lahko vidimo to, recimo, eklekticizem slogov, pa vendarle ne moramo govoriti o površinskosti ali pa o izgubi afekta. Mislim, to je režiser, ki absolutno stoji za svojimi junaki, kjer v bistvu ni neke ironije. Resnica filma je tako zelo na planem, ni neke relativizacije resnice. Čeprav mislim, da njegovi kasnejši filmi so v tem še bolj očitni. No? Tako da se mi zdi, da čeprav je sigurno otrok postmodernizma, ni pa po tej plati, no, da jemlje v bistvu film blazno resno. On ne citira iz neke igrivosti ali pa zabavnosti, ampak zato, ker je toliko zaljubljen v film in ker toliko občuduje zgodovino Hollywooda. Zdaj mogoče s tem povezan tudi vprašanje, se tebi je zdi, da je ta film apolitičen. Zelo pogosto se Šunda in Tarantinovih del v resnici nasploh dotika to, da je on apolitičen. Skratka, da njegovi filmi nimajo nobenega političnega, družbeno-kritičnega sporočila. Mislim, na prvo žogo sigurno ni političen. Šund ni film o neki politični temi. Tam, če pogledamo to, kaj je tema tega filma, pa kdo so junaki, se pravi, neki mali ljudje Los Angelesa, po večini pripadniki neke napol gangsterske srenje, in te junaki dobijo ves prostor in vso ljubezen režiserja in v končni fazi tudi simpatije gledalcev. V tem smislu je pa zelo političen. Političen sploh glede po moje na kriminalni žanr, kot se je realiziral v Hollywoodu, pa še posebej na televiziji, kjer so dobri junaki vedno policisti ali pripadniki pravosodnega sistema, medtem ko so pač gangsterji utelešenje zla. Mislim, že ta obrat se mi zdi zelo signifikanten. Da tukaj pa mali zlikovci postanejo center pozornosti in se jim da nek polet, zalet, ki ga sicer v popkulturi ne dobijo tako pogosto. Super. Plus je poveličevanje, fetišizacija heroina, oziroma drogiranja kot takega, kar je potem kasneje v 90-ih ful se prijelo pri mnogih filmih. In tudi nasplošno v družbi. Ampak v filmu tega nisi tako videl. Bilo je vedno kot neko opozorilo, da so droge slabe. Zdaj tu pač heroinski odvisnik vseeno umre na koncu, ampak na sredini, kako pač češ. Ampak... Jaz sem ne zaradi heroina. Ne zaradi heroina. In cel point, da on kljub temu, da je na heroinu, še vedno uspe vse stvari normalno
izvesti. Obrne zaradi literature, prebral je knjigo do konca, pa je to drugo. Zanimivo, ene interpretacije seveda se dotikajo res tega, ne? Ker on bere na WC Modesty Blaze, kar je šunt literatura iz pač tega šunt obdobja, ne? In dosti tega, kar si ti, Igor, rekel, in tudi ta debat, kako recimo ti liki govorijo, in to je šunt literature, ne? To je tam literatura tudi 60-ih, pa še prej 50-ih recimo, so liki govorili, pač dialogi niso bili glih najbolj realistični, ne? Noter to je bilo še vedno zelo. Tako hkrati pa imaš tudi Elmarda Leonarda, ki je pozneje, po katerem je tudi Tarantino naredil Jackie Brown, ne? Po njegovem romanu, ki ima točno take like in take dialoge, zelo pogosto imate zelo komplicirane, kompleksne dialoge noter. Ne? Jaz se strinjam, pač ja, jaz mislim, da tukaj absolutno manjka. Ni te neke postmodernistične ironije, češ da zdaj ne vemo, kaj je dobro, kaj je slabo, da ne vemo, kaj je, ne vem, da ne bi bilo nekega sočustvovanja s temi liki ali pa da ti liki ne bi bili realistični. Jaz mislim, da absolutno je to nekaj drugega. Mi je pa zanimivo, ker sem pač to gledal, je tudi kako je zelo literarno postmodernistično, ker pa je v literaturi postmodernizem je pa zelo pomembno, so ravno ti dialogi, ker se junaki konstantno sprašujejo o pomenu nekih besed. Ne? Že začne se s to znamenito debato o quarter pounderju, ne? Se pravi, kaj je ta, kako hamburger rečejo v Franciji, ki nimajo pač tega njihovega ameriškega sistema in je pač pol, se pravi, royal cheese. Yeah. Royal with cheese. Tako in potem seveda je tudi pogovarjajo se, recimo zelo, spet je pomembna enako ta debata, kaj ti misliš, kaj je masaža nog pomeni, ne? A je to nekaj slabega, a je to nekaj intimnega ali ni. Ta debata je potem seveda debata spet o čudežu, kaj čudež je, in pa seveda debata za ta citat, ki ga Samuel Jackson neprestano ponavlja iz Ezekiela, ki je seveda predelan citat, ni, to je fake citat, samo del tega je resničen citat iz Biblije, ostalo je iz Sonje Čibe, iz enega filma. Oziroma vsaj predelava tudi tistega. Ja, tisto je identično, samo na koncu ne reče because my name is the Lord, ampak reče because my name is ime tega junaka. Tako. In je tudi ta debata na koncu, ker Samuel Jackson ugotavlja, in jaz mislim, da posebej v tem citatu, oziroma v tej debati je neka poanta tega filma. Ne? Kdo je zdaj righteousness, kdo je dober, kdo je slab, a je svet dober in zloben, ali so ljudje dobri in zlobni. Mislim, da je ta neka, jaz bi tukaj iskal recimo, da je to hardcore tega filma, zato bi jaz rekel, da tudi Tarantino konča pri tem dialogu in spoznanju Samuela Jacksona, zdaj a mi enako spoznamo ali ne, je drugo vprašanje, ampak jaz mislim, da je preobrat, ki ga lik Samuela Jacksona doživi do neke mere, ni ironiziran, no? Se mi zdi, da vseeno je do neke mere vzet kot smiseln z stališča tega lika. Ne? Ja, Mito, ti si hotel nekaj že prej vmes? Vsekakor se strinjam, da v bistvu mogoče tle ena srčika tega filma v tem citatu ali v tem izreku, ampak ne, meni se zdi, da ne toliko v tem, kdo je dober ali slab, ali se gre za relativizacijo te neke morale, temveč v interpretaciji dogodka. Ker v bistvu potem, ko se usedete v restauracijo, Jules razume to kot božji poseg, kot neki meta voditelj, ki mu poseže v življenje in ga reši, medtem ko Vincent pač reče, ne, to je samo freak accident. In se mi zdi, da film tlele izpostavi, da kao interpretacija filma, nekih dogodkov ali pa narativa je tlele v ospredju. V bistvu to je postmodernistična igrica potem. Imaš narativ, ki se je izpeljal, imaš v bistvu zelo klišejski nek način pripovedovanja, ampak potem v prikazu tega se pa odpre polje interpretativnega možnosti. Tu se meni zdi bolj to zanimivo, kot pa kao za moralno vprašanje. Ali pa ne, Ja, se strinjam. Definitivno je to tudi vprašanje tega filma, ali je struktura avtorjev poseg ali je to igra na ključi. Skratka. In ves čas je to, pri Tarantinu je to zelo značilno. To Jela si tudi ti zapisala v scenarij kot nek efekt realnega oziroma realizma, kakorkoli že. Mito, ti si že omenil, da recimo en način je, kako ti to narediš, je točno to, da podaljšaš sceno, ker mi vidimo, ponavadi bi v filmu videli, kako gangstera prideta, potrkata, vstopita noter, mi pač prej nju spremljamo v tem
relativno banalnem dialogu o Amsterdamu, Franciji. On v bistvu razpira, že za uvodom razpira v bistvu kao zakulisje teh likov, ne? Ker nekako klišejsko, žanrsko so ti liki pač pridajo, opravijo svoje in gredo, ima nekako to svoj karakter, medtem ko tle pa celo vidimo njun banter, njuno lapanje o pač masažah, kakorkoli, potem pa celo reče tako, ok, let's get into character. Tako, in potem Vincent postane molčeč, žanrski hitman, grozeča prikazen, ki opravita svoje in potem greta naprej s svojim dnevom. Ne? V bistvu, to blazinjenje, ki ga v bistvu Tarantino tukaj uporabi, je štof njegovega narativa. Ne? To je tisto, kar potem tudi doprinese k temu retro-kulu, ki sem ga omenil. Tako da, ja, to se mi zdi, da je pomemben element njegovih filmov. Omenil bi še potem, k tomu kasneje se vrnili k temu, kako v bistvu on tudi vizualno vzpostavlja. Njegova teatralnost, performativnost ima svojo vlogo. Če si pozoren na scene, kjer so avti kjer se vozijo, in kako se ozadje obnaša. Naprimer, sem včeraj opazil neko novo zanimivo stvar, kdaj se realnost izpostavlja, kdaj pa popolna izumetničenost, naprimer, in tu se v bistvu potem zopet pod vprašaj postavlja, a je to narativ, a ti sploh veš, da gledaš film, to je vse umetno in tako naprej. Tako da ja, to. Okay. Ampak tukaj je mogoče zanimivo, ker recimo, če bi ta plot teh treh zgodb, ne, približno 3 so, če bi jih mogli zapisati, je to nekaj zelo enostavnega. Tako da, kar film naredi zanimiv, pa bogat, je pa točno to, o čemer si ti mi to govoril. Je pa to ozadje junakov, ta backstage, ki ga v bistvu vidimo. Meni se zdi še to zelo zanimivo pri tem filmu, da je to film kolektivnega junaka, ki nima v spredju nobenega glavnega heroja, pač delijo si glavno vlogo vseh, ne vem, koliko jih imamo tukaj na seznamu, vseh 10, ne, skoraj ima enako vreden delež v filmu in to se mi zdi kar pomenljivo, da mislim, da je to izpostavil, ne pa klasično. Sej pri Reservoir Dogs je že tudi imel do neke mere to. Imel si sicer Tima Rotha bolj v spredju, ne, ampak ne vem, kjer barve je že bil, ampak vsi ostali pa so nekako zelo enakovredni. Mislim, da je to bil point. Si tudi pri kasnejših filmih to vidimo, ne? Pri Hateful Eight recimo. Ne? Zdaj pa ja, vprašanje, ali je to zato, ker se ne more odločiti za enega odliko, ali hoče nekaj bolj demokratično zgodbo povedati, ne? Kar mislim, da je mogoče slednje bolj. Ja, jaz tudi mislim. Ja, mislim, da tudi, ali pa rečemo še, mogoče mu pripišem to še bolj, vem, da ima rad svoje like, ful pozornosti položi v njihove dialoge, karakterizacijo in tako naprej. Po mojem se ne more odločiti, koga ima najraje, veš. Pa jih potem zapakira v nek bolj zanimiv narativ in potem se to igra s tistim mišongom. Ja, je pa tudi seveda simptom zeitgeist časa, ne, skratka, tukaj imamo zdaj konec je velikih zgodb, ne bomo več pripovedovali, v resnici je Marcelo Zvalas kot veliki šef, samo toliko se pojavi, da bučevo zgodbo pravzaprav nekako pa vse ostale, ni pa on v Botru bi bil seveda on v spredju kot tisti veliki šef familije, tukaj pa imamo male ljudi, njegove delavce pravzaprav in une, ki jih on podkupuje in tako naprej, ki pa živijo neka svoja zelo zanimiva, bogata življenja. Hkrati pa tisti, jaz mislim, kar je še ena stvar, kjer Tarantino pripelje realno v film oziroma v to neko fikcijo, ne, je pa so tudi ta res naključja, božanska, zdaj, ali so to božanske intervencije, mirakli, ali so to naključje, seveda dobro vprašanje, ampak ja, pištola se sproži ob najbolj neprimernem trenutku, potem, kaj imamo seveda najbolj znamenita sreča Valasa na prehodu za pešce v LA, kje pa druge, ne. Naletita seveda potem, ko bežita, naletita ravno na una dva sadista v tistem lokalu. Skratka, kupi imamo teh nekih malih naključij, ki so zdaj res, ki je vprašanje, kako si jih interpretiraš, ne, kot nek poseg. Mislim, da če vzameš, a bom tako rekel, da jaz jemljem njegove like v bistvu kao za tem blazinjanjem vseh teh banalnosti, ki se grejo kvazi filozofačenjem pa vsega tega naprej, kar mi Tarantino doda, njihove plastiki, jih postavlja potem v neka zelo domača, predvidljiva okolja, kjer se počutiš varno, cozy, restauracije, WC, tam si najbolj ranljiv, če smo iskreni, ali pa naprimer, ko prideta do Breta in njegovih prevarantske bratovščine, ne? Kaj je prva stvar, ki jo Jules tudi reče, hey, relax,
chill, bod na komod. Ampak Tarantino pol zelo rad to naredi, da v bistvu v teh okoljih, kjer se mi domače počutimo, eksplodira z nasiljem. Kao tle, v bistvu napram kasnejših filmov še v bistvu zelo zadržano v smislu vizualnega prikaza. Ampak ta grožnja je vedno prisotna. In tu se mi zdi, da v bistvu dobro konstruira napetost pa suspense ravno s tem, kao veš te naključja, ki mislim, lahko jih bereš kot naključja, ampak mislim, da je to zelo premišljeno pri njemu, kao, tako bom spostavil, tako se že dobro občutil liki, ki so vam cool, domači, veš, isto govorite kot vi, kakorkoli, kar naenkrat eksplodirajo v neke grozne žanrske spake. Pa ja, pa sej, mislim, kdaj si nazadnje videl likit na WC? S knjigo? Sredi akcije ali pa jes, tukaj je res tisti klišej, ki smo ga omenjali v 200 epizodi, da ljudje si nekaj naročijo, potem pa sploh se ne dotaknejo. Ravno tukaj ljudje jejo. Tle si zobe pucajo. Ja, tako, tukaj si, dobro, ker ga je oralno zadovoljevala, si je mogla zobe spucati. Ja, ne, ona celo res je montažni preskok je uporabljen, to zobe si puca zvečer in potem tako zjutraj. In je dosti teh pač nekih banali, ki jih poznamo tudi z naslednjih, se pravi, njegovih filmih, da skratka tukaj naključje, ki je res neka življenjska stvar, neka banalna stvar, čeprav zame je tisti, ker Tarantino najbolje deluje, je ta podoba tega gimpa, ki ga imate ona dva sadista. Ker je to scena, ki jo poznamo iz grozljivk, poznamo iz nekih napetih stvari, ampak je tako po eni strani banalna, nenavadna, absurdna, ker se znajdemo kar sredi ene grozljivke, kar nekje sredi filma, ker nisi tega pričakoval, in potem tisti res nor, odličen prizor, ko kažemo preko njiju, ko ne veste, kaj se dogaja, mu on reče pet in ga zbudi. In on gre in odprije ono skrinjo, ki je noter. To je meni en najbolj grozljivih prizorov v zgodovini filma in mi je tako. Po drugi strani pa Tarantino res vešče to naredi, da on pol pripelje unga gimpa, ki je tam neki, ne vem kaj počne, skratka, ga priveže tam in to ti pač tam je in ne veš, kva bosta delala z njim, pojma nimaš. Jaz mislim, da je ono, dobro, to se grozno sliši, ampak ono posilstvo, ki je realizirano nasilje, je v bistvu manj grozljivo, kot je pa ta moment, kaj bosta ta dva tipa naredila. Ker jaz nisem, tudi Bruno, ko gre dol z pol s katano, hodi toliko previdno, čeprav ve, da je seveda hoče pomagati Marcelu Sovalsu in sliši njegove krite, ampak hodi previdno, ker preprosto ne ve, nima pojma, kaj bo videl, ko bo odprl ona klinčeva vrata. In tudi mi smo kot gledalci, pač, kaj je Bemti se, kaj ta dva tipa počneta. Fucking weird. Pač zelo se prečujem, no, ampak to me je napsihiralo. Ta scena me zmer tako napsihira, ker je fantastična, no, se moram reči. Ampak ravno to, neka mešanca tega banalnega, človeškega, pač ljudi v kleti, tam ima razne stvari, neke kozarce, pač zgleda, pač običajna klinčeva klet, hkrati pa točno to, kar s tim rekel, v nekem znanem okolju, neka totalna groza nečesa, nekega možnost, nekega velikega nasilja. To se mi zdi... Ja, zelo se potrudi za doseganje tega. V bistvu, če si pozoren na njegovo mizansceno, kako postavlja like pa scenografijo v ozadju, na nek način teatralno. Včeraj sem bil še dodatno pozoren na zvok, ki mičken odmeva, tako kot danes pri nas na tem snemanju, ampak spomnilo me takoj na teater. V bistvu vso to sklikanje, pa govorenje nekako frontalno, mimo kamere, kako v bistvu te prizemlji, ni v bistvu v sodobnem filmu v bistvu zelo drugačno zvočno zasnovo, malo smo drugače vajeni, ampak Tarantino se pa potrudi, da je to kar se da bolj realno. Naprimer pri nesreči z Butchom in Marcelom je potem ono kričanje nekako še povzdignjeno. Ne vem, če ste bili pozorni na to, kao je zanimiv en element, ki ti da malo vedeti, da v bistvu se špona nek dodaten element, ki je onkraj filma, oziroma ne onkraj filma, temveč onkraj verizma, ki ga ponavadi film si spostavlja. Da ti da vedeti, kao, to je umetno, to je fake. Mi tle šopamo na izi neko stvar, medtem ko ti kao dajemo vedeti, kao, tu si domač, to je cozy, to je ok, to ti je znano, pa kar naenkrat zašpičimo 1, 2, 3 predstave više, kjer je pa umetno in je bla bla postmodernistično. Ja. Okay. Fino. Nekaj sem še vas hotel vprašati, zdaj si malo iščem po scenariju, ker je tok nekih... Jaz bi vprašal, tisto moje vprašanje na začetku, zakaj ta film točno takrat? Pa bi Jelo kar vprašal.
Ko bi vsaj vedela. Kako se ne spomniš, kaj si pri 15 pomislila, ko si gledala film? Točno ta film je pa zdaj. Pomislila sem točno to. To je moj film, to je film moje generacije. Ne vem pa zakaj. No. Mislim, verjetno, ne vem, a si upamo razmišljati o teh terminih, berlinski zid je padel, ni bilo več tega utelešenega sovražnika političnega, postale so pomembne manjše zgodbe mogoče, hkrati pa je veljala še neka, ali pa obstajala neka vizija skupnosti, skupnega, ne vem, mislim, se mi zdi, da malo blefiram s tem odgovorom, no, ampak definitivno so bila mogoče 90-ta nek čas iskanja novega geopolitičnega ravnovesja ali pa sploh nove predstave o tem, kaj svet je po padcu berlinskega zidu. In to je film, ki sicer nobene od teh tem ne tematizira direktno, ampak to, da dobijo pomen male zgodbe, mali ljudje, LA kot mesto, je mogoče že simptom tega, da smo se premaknili od velikih zgodb k manjšim zgodbam. Ne, sej, podobno je takrat v istem času v bistvu Kevin Smith naredil Clerks, Slacker je naredil Linklater, ki so zelo podobno te majhne zgodbe, ki so Kids, ki so ful prodorne bile, ful smo se identificirali s tem, Trainspotting ne nazadnje, v Evropi nastane Dogma, tudi takrat, kar je zelo v tem slogu, kar si rekla. In zdaj tale pač mislim, da bil nekako najbolj glasen na nek način s Tarantinovo celo to teatralnim pristopom, in zato najbolj slavno teh postavno. Jaz imam nekako 3 delujoče teorije ali pa kao pojme, ki bi jih tu vrgel v ta miks. Eno je grunge, pač ta glasbeno gibanje, konca 80-ih, ki je trajalo nekje do 95. Se mi zdi, da v bistvu ravno to grunge je v bistvu šel iz teh onkraj arenskega roka, popularne glasbe tistega časa, v neke bolj majhne, razdrobljene zgodbe, bolj intimna čustva ali pa kao manjša čustva, vse grunge jaz ponavadi tako opisujem. Ma pa vedno to neko glasno, tiho dinamiko, podobno kot Tarantino postavlja ta mizansceno, pa potem akcijo, ki eksplodira. Me zelo spominja na to. Druga stvar, ki bi jo vrgel miks je, da smo rabili ravno dovolj časa, da je otrok videotek postal režiser. Nekdo, ki je popolnoma obkrožen z filmsko vsebino vedno na dostopu. Da v bistvu nekdo, ki je želel, se lahko poglablja v to, in Tarantino vsekakor je številka 1 pri tem. Vsa ta citatnost, vsa ta razgledanost izhaja iz tega. Se mi zdi, da v bistvu predtem sem imel bistveno težji dostop do filmskih vsebin, mogo si biti ali priklopljen v nekem kino 24 ur na dan, ali pa pač v videoteki delati in se tam izobraževati, kot se pač on je. Tretja stvar je pa internet. Mislim, da sicer Tarantino ni bil takrat še pozoren na to, tako kot po moje danes ni, ampak so to logika prekinitev spletnih strani ali pa hiperteksta, to, kar je danes nam vse domače, pa takrat leta 94-95 je v bistvu prihajalo v ospredje, je nekaj zelo podobnega, kot se ta akronološki narativ v Pulp Fictionu izpostavlja. Zato se mi zdi zanimivo. Taki 3 fenomeni, ki ne bom rekel, da se oplajajo pri Tarantinu, ampak so pa po mojem pojmu vzporedni. Ja. Pa sem mind blow. Super zanimivo. Ja, skoraj bi lahko rekel, da ja, definitivno se strinjam, posebej mislim, da je ta tako, kar si rekel, da je nekdo, ki je odraščal v videokasetah, se pravi, ki so bili ne nazadnje dostopni tudi filmi, ki niso prišli v kina. To je tudi nekaj, kar videokasete naredijo. Skratka, ti lahko končno gledaš japonske filme, ne vem, karkoli, B-filme, kup teh stvari, ki niso prišla v kina. To je tudi film, ki je zelo spremenil, jaz sem o tem bral, da so spremenil tudi odnos studijev do neodvisnega filma, skratka do tega, da so zdaj pogruntali, da pa mogoče to, da imaš ti nek spektakel, ki zavzame ful medijskega prostora in ne vem kaj, in je zaslužek sicer super, ampak da pa, če pa ti narediš film za skoraj nič keša, ki zasluži ogromno keša, je pa to še toliko boljš. Tako da so tudi začeli kupovati, če sem prav razumel, pač distribucijske
te distribucijo, hiše, ja, da so pač oni nadzorovali te filme in so seveda iz tega tudi oni ta cash pobirali. Pa hkrati to je film, do takrat nekako ni bilo toliko smiselno, kot danes recimo to vidimo, preskakovanje zvezdnikov iz blockbusterjev pa nekih velikih filmov do neodvisnih malih filmov. In tukaj sta in Travolta in Bruce Willis revitalizirala svoje kariere. Travolta potem, ko je konstantno dobival te plesne filme in podobno, Bruce Willis pa se že malo izpel z akcijskimi. Tukaj se jaz ne bi čisto strinjal s tabo, zato ker Travolte pravzaprav ni bilo vmes. On je zelo mu upadla kariera. Bruce Willis pa je praktično v istem času naredil 12 opic in 6. čut. Ne, 6. čut je bil malo kasneje. Ampak 12 opic je tudi približno neodvisen film. Ja, ampak vseeno je to nekako to so nekako najboljši filmi njegove kariere. To je res. Bi rekel, da ni rabo prav za res revitalizacije, je pa rabo premik od akcijskega junaka drugam. Medtem ko Travolta pa ni imel nič. On je imel pač tisti thriller v 80-ih z Brianom De Palmo, Blowout in potem pa nič. Look Who's Talking. Ja, to sem pa Look Who's Talking. Super film. Dobro, ne bomo, Look Who's Talking imamo še kdaj na našem seznamu, ampak super. Ja, tudi mi je zanimivo, ful mi je bila všeč bral sem pač tudi to interpretacijo, kako Tarantino skratka zmeša vse čase v eno, ker imaš ti v restavraciji, ki simulira 50-ta, plešejo twist, ki je 50-ta. Če imaš Nixona pa... Buddy Holly, Marilyn Monroe, 50-ta se bo. 60-ta je Marilyn Monroe. Začetek, Ja, ampak avti pa to pa zgledajo 50-ta. Ja, 50-ta. Twist je ples 60-ih, Travolta je pa plesna ikona 70-ih, recimo. To mi zdi ena taka zanimiva, pa hkrati seveda, da imamo musko, da to se mi tudi zdi, to mogoče bom pripopal, sem gledal en fajn video podcast na YouTube o tem, o Tarantinovi muski, kako on super zbira musko, to mislim, da vsi vemo, in predvsem bi se lahko sodobni režiserji kaj naučili, ker če postavijo film v 80-ta, bo je seveda hiti 80-ih, on pa ponovadi išče take bolj alternativne hite tega obdobja, hkrati pa zelo pogosto, tako kot mislim, da tudi tukaj imamo Urge Overkill ima cover komada Neila Diamonda. Komad Neila Diamonda je, mislim, da z tega obdobja, ampak seveda band Urge Overkill je pa sodoben band, ki špila staro musko in je spet ta neka... Se pravi, pri njem je vedno ta ni enostavna nostalgija, to hočem povedati, ker mene, se vemo, filmi danes nas skušajo z nostalgijo dobiti, ampak pri Tarantinu nikoli jaz nimam občutka, da je to, kar gledam, nostalgija, da bi se on rad vrnil v ta čas, pa da bi ga rad prikazal kot nek idealizacijo tega, ampak je vedno neka igra s tem, vedno je nek odnos do tega časa. Retro je, ne? Retro, vtis je, kakor da ima Tarantino izdelano vizijo tega, kaj hoče narediti in se pač poslužuje česarkoli, kar mu pride prav pri uresničevanju te vizije. Ni pa sentimentalen v tem smislu. Ja, točno to. Ni pa sentimentalen. To je kar pomembna reč. To z tem, da je sodoben band naredi priredbo, dejansko tega istega leta ni bil edini, zato ker intervju z vampirjem se zaključi z Sympathy for the Devil v priredbi Guns N' Roses. In je prav pomensko noter, ker hoče reči, da je Lestat hudič. Ampak še ena stvar, tudi to, ko si rekla prej majhne zgodbe, 94. Drugi veliki filmi, zakaj Šunt ni dobil več Oskarjev in tudi drugi filmi niso dobili, Forrest Gump in Shawshank Redemption. Shawshank Redemption, eden najbolj popularnih filmov vseh časov, je ostal brez Oskarjev, zato ker pač sta Šunt pa Forrest Gump pobrala. Ampak Forrest Gump je tudi zgodbe, ima pa dejansko zgodovino Amerike, ampak podano skozi majhnega človeka, ki v današnjem perspektivi je to zelo rasistično, veliko stvari tam zraven, ravno zaradi tega, ampak spet je pa v duhu tega, da je eden čist preprost človek zraven pri vseh teh prelomnih dogodkih. In Shawshank Redemption tudi imaš pa spet veliko zgodbo, ampak podano skozi majhne ljudi. Mislim, veliko zgodbo o svobodi, odrešitvi itd.
Tako da, ja, to se mi je zdelo pomembno dodati tu. Ampak, če še lahko za trenutek pri soundtracku, jaz sem bil takrat, ko je prednji ta film ven prišel, sem bil v ZDA in po TV-ju so bili full oglasi za soundtrack, za ta film, ki še sploh ni ven prišel. In da je to pač najboljši soundtrack ever. In to je bilo plasirano kot soundtrack, da ga dobiš že full preden, sploh ne zveš, zakaj se gre v filmu, samo ta nabor komadov, med katerimi je eden nov, ki je priredba tale Urge Overkill. Vsi ostali so stari komadi in da to je pa CD, ki pač ti bo povedal stvari. In potem so še pač ti dialogi zraven in si tak poslušaš to in si, zakaj pri vragu se gre in potem šele pride film ven. To se mi je zdel zelo nenavaden pristop in da danes sploh ni več, da bi karkoli takega probali, ne? Ker pač ni več albumov kot takih. Ja, je pa res, da pri Tarantino muzika vedno je vedno zelo pomembna, no? Pa tudi tako, če si po moje konc 90-ih, začetku 2000 prišel katerokoli na študentski žur ali pa kam se je gotovo znašlo kaj iz Tarantina na predvajalniku. Ne? Jaz sem zelo fulgat iz Death Proofa, pa še zdaj si kdaj dam ta soundtrack. Meni je boljši moram reči, da od tega v Šundu. No? Tam je eden najljubših, no? Ki so res orang hudi. Tu se vidi, v bistvu, koliko je pomembna vsa ta tekstura, ki jo on doda. Rečemo temu zvočna tekstura, ena vizualna tekstura, pa še narativno. Jaz sem, na primer, v kontrastu z soundtrackom bi lahko tu postavil en video, ki sem ga videl, kjer je nekdo vzel celoten dialog in koliko sploh še funkcionira. In moram reči, da presenetljivo dosti se obnaša kot čisto ok žanrski izdelek. Ne? Zdaj pa nekaj je lahko to posledica, zopet bom narekovajal, oziroma si jih v tebe sposodil ta ikoničen film, ne? Oziroma da je pač kulten. Ampak po narativni strukturi ali pa samo zgolj vizualni prepoznavi, da je to gangster, ki nekaj zlobnega počne, še vedno zelo dobro funkcionira. Ne? Ampak to je tudi del te neke teksture, ki jo Tarantino zelo dobro, uspešno z njo operira. In naprej prebral sem eno stvar, ko so v bistvu eni modernisti ali pa eni krščanski teologi lotili Pulp Fictiona in ga probali upeljati zopet v neke metanarative ali pa v neke večje zgodbe, da ima to nek pomen, da ga spravijo nazaj na parabolo, da v bistvu to pa vseeno ima message, kakorkoli. Ne? Ampak, če se potrudiš na ta način, seveda ti lahko uspe, ampak zgubiš pa celoten vibe, ton, neko ero. No? Veš, vse to je zelo pomembno, ne? Ko ti motriš pri Tarantinu, predvsem Pulp Fiction. No? In mislim, da je to zelo pomembno. No? Ne vem, ja, sem bil jasen. Ja, mislim, jaz sem te razumel. No? Okay. Mogoče je to samo najna zgodovina. Mogoče sem to želel bolj vzpostaviti. No, kaj, veš, Shawshank Redemption pa Forrest Gump sta vseeno velika narativa, ne, ki govorita zgodbo Amerike. Forrest Gump je globoko konzervativen film, če ga sopostavljamo tu zraven. Tarantino tega nima in v bistvu zaradi tega mogoče se poslužuje vseh teh tekstur, ki mu obarvajo film v ne metanarativ, ampak da ima neko celostno izkušnjo, kot ga pa ima ponavadi klasičen modernističen film. Ne. To je moja izjava. Ti jo bomo zapisali? Ja? No, jaz sem ob tem pomislila, pa že prej, to, ko smo govorili, sem pomislila na to, da je Tarantino tudi režiser občinstva. Suspense, kar si prej ti govoril, pa ta občutek za like, za dialog. On v bistvu režira film, ampak hkrati režira tudi gledalca. In tukaj je podoben Hitchcocku, mislim, da celo direktno se sklicuje na Hitchcocka, ko govori o svoji režiji in režiranju gledalcev. In jaz mislim, da je tukaj on zelo uspešen. Pa še to mogoče bi rekla v zvezi z režiranjem gledalca, da njegova strast do lastnih junakov, do filma, do metjeja, do glasbe, do vseh teh plasti, ki si jih omenil, se prevede na gledalca, se prenese, njegov entuzijazem postane entuzijazem občinstva in to je tudi nekaj izjemnega, po mojem, sploh če pogledamo filme danes, kjer zelo redko naletimo na to strast.
To se mislim, da dobro pozna, ko je on, če kontrastiraš, rečemo, katerkoli njegov film v bistvu, ali pa katerkoli njegov film iz 90-ih z True Romance, naprimer, kjer pa on ni bil režiser, samo scenarist. Lik je pa nekako ta literarna podstat je zelo tarantinovska, jo zaznaš, jo bereš, začutiš kakorkoli, ampak umanjka pa ravno na teh ravneh, na teh plasteh se mi zdi. In se pozna, kako dober je, ko ima on vajeti v rokah, ko je res polno zakrmilo. Kako pa potem Rojena morilca, kjer ne samo, da ni režiral, ampak je celo zelo nezadovoljen z tem, koliko je Oliver Stone spremenil. Ne vem. A je bil Tarantino zraven pri Natural Born Killers? Ne. Oliver je kupil scenarij in vzel veliko heroina in naredil film. Ne vem. Mislim, da se podobno obnaša, za koliko ga bom pospominjal, res sem ga že dolgo nazaj gledal, ampak dajmo vreči rajše v mix tisti kratek segment iz Sin Cityja. Tisto je krasno. Ja, ampak zakaj je krasno? Zato, ker je Rodriguez vedel, tega pa ne bi znal zrežirati. Ne, pusto, ker nekaj, kar je zelo pomembno pri Tarantinu, je kako se pripoveduje zgodba. Zato se tudi v Pulp Fictionu še najbolj poslužuje narativnih cak pa literarnih prijemov za poglavje, pa kakorkoli že. No. Ampak pri Sin City, torej, če celotni film gledaš, ima nek vibe, ima Rodriguezov podpis, kakorkoli, ko se pa tle zgodi ta scena, ki jo je pa Tarantino režiral, ni zgolj, da je namenoma drugačna, ampak je predvsem tarantinovska. V bistvu se umiri, avto postane zelo neko svoj okolje, v bistvu zelo mirno, domače, varno, kakorkoli. In ta dva lika izmenjata potem zelo tarantinovski dialog, potem pa film od brzi naprej. Mislim, da zato funkcionira, ker je pač ne namenoma drugačen, ampak ravno prav drugačen, tarantinovsko drugačen. Zato hočem reči, da v bistvu se mi tu zdi bolj v tem, oziru na to, kar sem govoril prej, da kako je pomembno, da ima Tarantino vse vajeti v roke. Ja. No, sej naredil je ogromno posnemovalcev. Danes temu, kar rečemo tarantinovski slog, lahko opažamo od Gaja Ritchija do, enega sem še dal, ti si še Mitja Okorna. Do Mitja Okorna, ja. Okay. Ima pač veliko teh res zvestih sledilcev, ki poskušajo, ampak jaz ne vem, če je bil kateri film. Ja, mislim, da Edgar Wright od teh posnemovalcev pride najbližje do temu, da nekaj novega pove. Okay. Ampak tudi vidiš v tej montaži, predvsem se to pozna. Pri Shaun of the Dead imaš ogromno tega. In mislim, da gre korak dlje od Tarantina, zato ker še ima ene malo komedije. Edgar vedno in Simon potem, ki sta pisala, ki se ful vidi to in pač se so takoj postali frendi, kak je Tarantino videl Shaun of the Dead, je rekel, my people, come to Hollywood. Ja, ampak recimo, meni je zelo zanimivo, če gledaš Death Proof in Planet Terror, kako je že bil naslov Rodrigueza, za nekaj sta šla kot Double Bill in ta neka fora, in oba se izgovarjata na B-film, zdaj bo pa midva naredila B-film. Vidiš, kako Tarantino zna, meni pa Rodriguez, pač tisti film je grozen njegov in mi sploh ni bil všeč. In se mi zdi, da pač vidiš tako, ne zna svojega odnosa, kako Rodriguez reče, bom naredil slab film, naredi slab film v resnici. Tarantino pa naredi, a vidiš, jaz delam slab film. Pač ves čas gledalca vabi v igro, da gledava slab film, čeprav pa veva, da pač Death Proof je eden mojih najljubših Tarantinovih filmov, recimo, ker ponavadi vsi naštejejo vse druge razen tega, ampak recimo meni je najljubši. Zakaj? Ravno zaradi te očitne performativnosti? Ali kak? Ne, mal tega, mal pa tudi zaradi res kulske muske, zaradi v resnici res dobre igre, dobre akcije v končni fazi z ono avstralsko kaskaderko in tako naprej. In zdi se mi, da tudi Tarantino to, kar sem hotel jaz zdaj napeljati, recimo je tudi malo poslušal, ne bom rekel ravno svoj kritik, ampak neko je znal se odzvati na to, da mu konstantno očitajo rasizem, homofobijo, mizoginijo, neke te seksualne fetiše do stopal in tako naprej. Mal je tega poudaril, mal je pa pač pokazal, kako se pač ženske uprejo pač nekemu moškemu, recimo morilcu. Ker Šunc seveda zdaj
Skratka, je cel kup nekih kontrovers okrog Šunda. Ne. Zdaj pustimo to, da to grafično nasilje, ne, to je že pač mi to povedal, da če mi je bil to grafično nasilje, pol bog ne daj, da so gledali kakšnega naslednjega, ampak recimo, da za 94 da je bilo malo tega. Ne. Drugo, kar mu pač očitajo tudi nekateri, recimo temnopolti režiserji, je rasizem. Ne. Skratka, da tukaj Tarantino recimo igra, tudi sam igra nekega lika, ki uporablja N-word zelo, zelo pogosto. Ne. Očitajo seveda tudi homofobijo zaradi tega prizora posilstva, kar je meni še kar nenavaden očitek temu, ampak skratka, kup je nekih teh kontroverz, hkrati pa seveda ta apolitičnost, ki se vrača v to, ne, da češ, da nekateri samo pa tudi to, da je ta woke podoba belega in temnopoltega gangsterja, kako sta pač frenda in gresta pred teh multikulti, skratka družba. Skratka, imaš vse vidike kritizirajo na oba različna načina. Ali je rasist, ali pa multikulti. Ali je tukaj v filmu manjko žensk, ali pa ni nasilja nad ženskami, ali pa je v drugih filmih brutalno nasilje nad ženskami, kot je Kill Bill in tako naprej. Ne. Skratka, kako se vam pa zdi, da Šund funkcionira znotraj tega, bi mu vi z današnjim pogledom recimo očitali karkoli od tega? Jela, se tebi zdi, da je, ne vem, rasističen, žaljiv do žensk? Meni se ne zdi, no. Mislim, celo v Pulp Fictionu se mi zdi, da je ta lik Mije toliko zanimiv, pa na nek način močen, da dosti uravnotežno pač te moške junake. Recimo, to se mi zdi taka tipična tarantinovska gesta, že ta njun zmenek, ne, poteka tako, da v bistvu ona diktira tempo, ona naslovi zadrego ali pa, kako že reče, zadrežne tišine. In celo potem, ko doživi pač ta overdose, pa ko ostane od mrtvih, še v tistem trenutku, ko je čist fizično izmučena, je sposobna povedati tisto šalo. Tako da, mislim, meni se zdi to absolutna senzibilnost za žensko pri Tarantinu. Zdaj, glede njegovega rasizma, ne vem, no, ampak Jackie Brown je meni tak dokaz tega, da je, da Tarantino, mislim, to ni nekaj, kar bi Tarantino tako pragmatično delo. No. Mislim, po moje premalo pragmatičen, da bi bil tak rasist. No. Ker, če gledaš Jackie Brown, to je spet še ena taka zgodba, kjer je on tako se pa zaljubil v to zgodbo, v to junakinjo in je potem sam dal pol leta v tem filmu. No. Tako da malo so mi te razprave brezvezne, no, v resnici. Se čistrinjamo. Mislim, zdaj tu pač pri Tarantinu vedno moraš avtorsko teorijo dati not in potem pogledaš, kaj je vzrok, da je on vključuje toliko temnopoltih likov in na način, kako jih vključuje, in zdaj medtem, ko nekateri pravijo, da to samo zato, da on da sebi, da lahko reče besedo na ne, pa hkrati tudi pomembno po tem takem, kak je on odraščal, in on je odraščal z mamo, ki je samohranilka bila in je pogosto hodila na zmenke in ti zmenki in so hodili skupaj v kino. In mama je dejtala več temnopoltih tipov in je on prek teh fantov od mame ful spoznal kulturo in se navadil tega jezika in vsega tega. In zato on dejansko uporablja v scenarijih to dost naravno, pač na eni stopni iz 70-ih mogoče, ne? Ampak hkrati pa zdaj bi temu ne bi rekli, da zdaj na kakršenkoli način objektivizira temnopolte ali jih daje manj vreden položaj ali kakorkoli. Mislim, da jih dosti enakovredno uporabi not in da je namen njegov jih prikazati enakovredne. Ja, pa s tem, da recimo tudi seveda v tom mišljenju žanrov, ki jih on tukaj pač uporablja, seveda tudi blaxploitation film. Absolutno. Treba dodati, ki je pač v 70-ih bil zelo, zelo pač pomemben. Meni se tudi zdi, Jela, to, kar si ti rekla, ful zanimivo, nekako, v bistvu tudi jaz pri liku Mije nikakor ne morem videti, mislim, kaj bi bilo tle lahko z nekega feminističnega, kakršnega koli stališča sporno, še posebej, ker mi je zelo všeč, kako najprej njo spoznamo preko te tipične šovinistične zgodbe. Nek tip je masiral stopala in unga je vrgel skozi okno. Njen fant je pač pokazal to ljubosumlje in ne vem, kaj je vrgel skozi okno, pa mu na tako pove, to sploh ni res.
njega boli. Sploh ne vem, če bi opazil. Ne vem, mislim, ta neka fora je, da takoj vidiš, da ta neka velika zgodba moškega junaka, ki brani svojo ženo ali karkoli, ali pa jo ima kot svojo last, ni glih čiste res, ne, v končni fazi. Jaz tudi mislim, da on, če je za eno noč šel, da je zrihto neki dejt, da je nekam pelje, tudi ne more zdaj biti glih nekak, tudi eno noč bi lahko bila doma, verjetno. No? Ali pa ne, ne vem. Ja, ali pa ne. Ne, mislim pa, da je potencial pri njenem liku, da je taka pixi, ampak potem se ne izkaže kot taka. Ne? Ampak tisti začetni pogovor, ko imaš tak, ima tu, ne, ono, Meg Ryan. Ampak potem pa ni, ne? Potem pa je čisto obratno od tega in mislim, da tu mogoče je to tisto, kar bi zmotilo, ampak ne, meni se ne zdi. Meni se mogoče pri teh debatah, ki se mi isto zdijo niti ne toliko pomembne, ne? Bolj pomembno vprašanje, ali je za določeno idejo, umetnost, kakorkoli dovoljena uporaba politično nekorektnih orodij ali kakorkoli. Ne? Za bistvo lahko te zmoti to seveda, ampak kaj bi bil pa namen, ko izpustiš, ali pa kaj je namen, da v bistvu v tem filmu vsi uporabljajo besedo, beli, moški, ženske, kako temnopolti ni, da ni. Ko v bistvu za dosego nekega efekta ali pa izjave, se meni zdi, da je umetnosti dovoljeno odpustnica do neke mere. In mislim, da so to ene blage oblike politične nekorektnosti za doseganje nekega narativa ali pa izjave. Tako da tukaj se mi zdijo tele zadeve, še posebej, če pogledaš njegovo celotno filmografijo, koliko se je potem poslužil tako protagonistk kot protagonistov, kot različnih manjšin, kot glavnih likov, se mi zdi, da je v bistvu to res nepomembno. Imam pa eno vprašanje za vas. Umor je pa zelo relativiziran. Poleg tega, da ona dva sta gangsterja, ki kar gresta in pobijata ljudi, mimo grede onemu glavo razstrelita, Buč ubije onga med boksom in reče, če bi bil pameten, ne bi šel z mano boksat. Komor od teh likov niti malo ni mar, da je vzel življenje. To se mi zdi pa zelo vseeno. Imaš eno gangstersko to podtalno sceno, ampak zdi, kaj je nihilistično. Ja, to je predvsem postmodernističen odnos do tega. Mislim, se celo pogovarjajo o tem, ampak noben nima, ubil sem nekoga. Ne? Noben se ne zamisli nad tem, da je pač to nekako. Tudi Samuel Jacksonov lik ne, čeprav v resnici pričakuješ, da je ta razodetje, ki ga on doživi, da bi bilo, ne vem, zdaj pa ne bom več pobil, ampak ne, absolutno nikoli ne omeni tega, da noče več. Razen, da pove Timo Rothu, pač, da danes je njegov srečen dan in ker glih doživel razodetje, ga pa ne bo fento, drugače bi ga brez. Ja, mislim, da ta film se ne obada z moralo na noben način. V bistvu ta sivina tle izostane. Če bi hotel to kompleksnost noter imeti, bi mogel čisto drugačen film posneti. Bolj se mi zdi, da v bistvu, če se želiš to obadati, te tri zgodbe nekako izpostavijo 4 junake, 2 se rešita te norosti Los Angelesa, 2 pa grozno propadeta. Vincent pa še... Marcelus, niti propade. Ne, ker naprimer Jules preko tega razodetja reče, dovolj imam in je skužil lekcijo, grem. Vincent ne in zaradi tega nastrada. Buč potegne takratko, pa zbeži. Takratko, ne, ročno, pa zbeži. Pardon. Pa Mia, mislim, da tudi ostane v tem okolišu. Torej, v bistvu Marcel, če je tisti glavni manipulator vsega skupaj, ponudi zgodbo pa odrešitev ali pa še dodatno zasužnjenje v nadaljni kriminal in tako naprej. Tako, če se želiš iti tole preambulo ali kako, ne preambulo, pardon, parabolo, pole po moje tle tiči ta neka zgodba. Umor pa v teh zgodbi niti ni. To je sej kar tak nihilistično, cinično. Sam, a ni tako ta občutek emancipatornosti v tem filmu, se mi zdi, da izhaja ravno iz tega, ker se odreče moralizmu. Ravno zato, ker liki so črno-beli, kompleksni, ne enoznačno dobri. Mislim, še prej bi lahko rekel, da so na strani zlega, kakor dobrega. Ampak ni lih v tem, se mi zdi, ta uspešen režijski obrat, da like, ki bi sicer bili pač vredni vsega zaničevanja, tukaj na nek način vzljubiš, kljub temu, da se moralno mogoče absolutno ne strinjaš z njimi, pa z njihovimi ravnanji.
Ja, smrt tudi postane pač nekaj zelo vsakodnevnega, banalnega, nek del življenja, bi jaz rekel. Ne? Jaz mislim, da tudi tukaj tisto, kar je mogoče pri tem tudi faktor realizma, jaz to na nek način imam, recimo Vincetovo smrt, se mi zdi tako, ker ti imaš občutek potem, ko je on pelal, potem, ko je on se pojavi takoj v prvi sceni skupaj s Samuel Jacksonom, pa tam pobijeta une, potem, ko pelje Mio ven, pričakuješ, da bo tla zgodba nekaj se še zgodil, da je on junak, potem pa ne. On pride z WC-ja in ga tip z njegovo pištolo, ki mu je pustil v njegovi kuhinji, in ga pač ustreli, zato ker pač fucking idiot. No, ker je bral napačno knjigo, to smo že odklopili. Če bi bral Ulises, kot vsak normalen moški v 94. letu, ne vem, no. Če videl, tako mislite, mislim, Modesty Blaze, nisem bral Modesty Blaze, sem pa tudi bral, kako ful je šel Tarantino v neke spet detajle, ker ta naslovka ni prava naslovka, ampak je neka stilizirana spet naslovka prve izdaje in skratka, ja, tega je ful. Je pa to sem hotel prej še to reči, mi je pa ful všeč bila ta interpretacija, ki me je tudi film dala malo v nov pogled, kako zanimivo je tudi, kako Tarantino pokaže, kako ti greš na WC, se vrne z WC-ja in lahko svet popolnoma nekaj drugega. Ne? To se Vincetu pač revežu konstantno dogaja, je dost na WC-ju, to smo zdaj ugotovili, ampak on pride v restauracijo in enkrat tam ropajo. Pride ven z WC-ja in tam Mia mu leži in umira. In na koncu seveda se mu zgodi, da pač umre. WC ti omogoča razodetje. Ampak to ni na mojem zelniku zraslo, to se spomnim enega citata iz Fisher Kinga, Robin Williams igra tistega brezdomca pa malo norčka, ki razlaga Jeff Bridgesu, ne? A veš, tista ultimativni dober shit, ki ga stisneš na WC-ju, ki prav skoraj da doživiš nirvano, ne? To ti vse WC-ju omogoča. Tako zelo, ta citat sem si zelo zapomnil. Ampak se mi zdi, da v bistvu meni bolj tile, tako sem že prej omenil, kao ti WC-ji pa kopalnice, pa to so neki taki liminalni prostori, rečemo temu tako. Lepo. Zelo liminalni. Imam še eno vprašanje za vas. Kaj pa vse te teorije, ki so pač prišle neke, kaj je v kovčku, zakaj ima Marcellus Fleischter od zadaj. In tu vem, da sem zasledil na eni točki neke dost paranormalne ideje, da je Marcellus hudič in da tu to nakazuje, da prikriva 666 in da je tam not, ne vem, srce ali duša, Holy Grail ali whatever. Mislim, full enih stvari so ljudje videli v tem, kot rečeno, promocija heroina v filmu ima lahko posledice na to, kaj ga ljudje uživajo in interpretirajo. Ampak ne vem, kaj se vam je zdelo kadarkoli od teh razen kot, to je bizarno. Mislim, meni se je vedno zdelo, to je bizarno, ampak kako so se vam zdele te teorije, koliko ste naleteli na nje? Jaz te nisem slišal, bral sem, da je kao Marcellusova duša noter, ja. Potem sem bral eno teorijo, da je kovček simbol nasilja. Nisem razumel, kako, nisem šel dalje brati, sem se ostavil, ker mi je bilo tako, ne vem, nisem dost tuhtal v kovčku. Jela si ti kaj tuhtala? Ne, pač očitno je, da je ta kovček tam zato, da nikoli ne zvemo, kaj je noter. Sej, mislim, da si ti celo zbrskal, na kateri film referira, na ta znan noir iz 40 ali 50. Tako nekje je to napisano. Samo moment, Kiss Me Deadly, je tam je bil nek bleščeči se kovček, ampak v tistem je bila pa atomsko razstreljivo, karkoli že to je. In zakaj se to svet? Ja, ampak tudi tam nikoli ne vidiš. Sam neki se svet. Tako pač. Ja, v realnosti je notri neka žarenca, če sem prav razumel. Bi rekel, The idea. Jaz sem hotel reči, vse te teorije so v bistvu, mislim, da sem prej omenil, Tarantino sam zelo rad spodbuja to intertekstualnost, pa fetišizacijo za iskanje, za brskanje za elementi, pa nekimi temi mini razlagami, ki konec koncev ne doprinesejo k ničemur. Razen, mogoče pol ure zabave na neki pijači, razumeš, da si pač malo izmenjaš to. On sam je rekel, da to čisti megafin, da nima veze, kaj je not, karkoli bi si pač inštaliral, naj bo pač duša ali ne. Marcel ima po moje samo odstranjeno znamenje, that's it.
A veš, ne rabi biti noben tatu ali pa nekaj takega. Da pa zanimiv vizualni element, ko ga gledaš v zatilje. Posebej, ker ga na začetku zelo pogosto gledaš, ne vidiš v obraz. V bistvu ne, všeč mi je, kako se Marcela spostavi kot nekega Don Corleonovskega lika, torej prepoznaš ta lik iz teh vseh bivših mafijskih bla bla, je žanrski citat zopet, hkrati ga pa zakriva v dialog noter, da ga počasi potem spostavi kot tega glavnega bad guya. A veš, mislim, ne rabiš ga polno spoznati kot pač Marlon Brando v Botru, da bi bil ta lik, ker ni to zgodba o njemu. Rabimo samo dovolj, da vemo, kje smo, s kom imamo opravka. Vsi ti ostali detajli, kot njegove fikcijske cigarete, pa kosmiči, pa kaj še je tega, na burgeri seveda. Burger, Big Kahuna burger. Je pa seveda pač kao zanimivo, ne ravno toliko postmodernističen postopek, ki se kao spostavlja neki metanarativ med njegovimi filmi, ali pa tudi njegova obsesija za številko 10 filmov, kakorkoli, kar je tudi svoja vrstna bedarija, vsaj po mojem mnenju. Ampak ja, to se mi zdi, da so v bistvu zgolj neke drobtinice, ki so pač dodatno dezertno. Veš, češnja na začetku je hotel, kot da bi ustvaril nek svoj fikcijski svet, svoj nek metanarativ vesolje, zato ker je tudi Vincent Vega ne bi bil brat od Michael Madsen'a v Reservoir Dogs, kar je on se piše tam Vega. Ampak mislim, on tudi tam Vincent Vega. Pač v osnovi bi Madsen mogel dobiti vlogo, pa se pač ni hotel spremeniti imena v scenariju, ko ni dobil onega in pol stal na dva kao brata. No, ampak vse so dokazi, da Tarantino ustvarja svoj filmski univerzum. Ja. Mislim, da kak je že, da Django pa Brunhilda sta nekak starša od Alda Reinsa iz Inglourious Basterds, neke tu variante. Ja. Mislim, da on tudi zavestno spodbuja pri svojih fanih pač to obsesijo z vsemi temi detajli. Absolutno. Ja, se leta 2007 sta skupaj z Robertom Rodriguezom posnela nek intervju in sredi tega intervjuja ga Rodriguez vpraša, kaj je v tem kufru. In potem se prekine trak in je kada piše missing kolut, kolut in pol vrne se nazaj in tam Rodriguez pregovori, to pa totalno spremeni, to pa čisto spremeni naše interpretacije tega filma in ne vem kaj. In mislim, da je ves čas zaveda se on zelo dober, kaj počne s temi rečmi. Je pa najprej ne bi bili diamanti noter, pa se pol odločil, da je boljš, če nič ne vidi. In da je to kao neka skrivnost. Je pa to tudi potem referenca na film, ki ga ti ne maraš, ker točno to naredi v Planet Terror. Da pač oni mu začne nekaj razlagati, potem pa imamo kak film strga in potem tak, če bi vedel vse prej o tebi to. Ja, to je taka nižna ilustracija. Naprimer, meni je Death Proof ravno mogoče, meni je ful všeč, ampak kar se pa tiče tega, kako Tarantino operira z narativom, pa z gledalcem, pa kako gledalcu non-stop da ve, da v bistvu gledaš zgodbo, ki se pripoveduje zate in tako naprej, ko Kurt Russell pomežikne v kamero, sem mislil, tle si najslabši Tarantino v tem oziru. Razumem, kaj hočeš reči, ker je tako očitno. Ja, in Ryan Reynolds se je tle naučil najslabšo logiko. Čeprav meni je v Šundu ful všeč, ker Uma Thurman naredi kao Square. In se izpiše in ne veš zakaj, ker to sem enkrat uporabljeno. Nikoli več. Zato, ker veš, da je v bistvu kao vse tle fake. V bistvu ona, ko to naredi, pa se potem ilustrira tale kvadratek, je vse fake. Tako naprimer preko sem omenil ozadja avtomobilov, ki se furajo. Vincent ima vedno neko namenoma umetno ozadje, projekcijo, ali kako se že reče. Ja, pa v taksiju. Tam še bolj, ker je še črno-bela. Ampak zna pa uporabiti tudi resnično ozadje, ker Butch ima dvakrat potem uporabljeno resnično ozadje, pa Vincent enkrat. Tako da jaz sem se včeraj spraševal, zakaj tle to, zakaj tam. Po mojem je povezano z dialogom, zato ker dialog, ki ga ima v taksiju, ona dva, je zelo filmski. On razlaga o smrti, življenju, boksu, ona potem pove čisto tak tisti deal, ki ga imaš s taksistom, ki v resnici nimaš nikoli s taksistom. Če te bo kdo spraševal, koga si vozil, noben taksist, ni to v realnosti. Pa ona je taka misteriozna, Villa Lobos, bosa vozi, vse to, to je fake, čist. In zato je fake ozadje. Medtem ko tisti Butch scena, preden povozi Marcelusa, tisto je pa realistično. Človek se vozi po cesti, si poje zraven tisti komat, pa vsem prepričan je, da je Boga za jajce zgrabil. No, kar jaz bi tako rekel, da v bistvu
v tistih prizorih, kjer uporabi fake ozadje, se v bistvu izpostavlja umetna narava filma, ne? Ta performativnost, gledališkost in tako naprej. Ja. Medtem ko pa v scenah, kjer pa je resnično ozadje, ne? Pa ne zgolj v tam, kjer se zaleti, tudi poprej imaš eno sceno, ne? Ja, kjer bi lahko uporabil. Ja, se mi pa zdi, da v bistvu se nastavlja hiperrealizem nasilja, ne? Da v bistvu kao s tem potencira efekt. Poglej še enkrat, pa me zanima. Razumem, kaj si rekel, samo ja, tudi bi lahko tako. No, tako sem bral. No? Igor razumem, ampak se vljudno ne strinja. Okay. Vidim, da prekriža roke. Ne. Zdaj, jaz mislim, da smo bolj ali manj spovedali. Lahko bi seveda govorili še nešteto stvari o tem, tudi mogoče nismo dosto rekli, da koliko je pač kot režija tega, koliko uporablja, koliko je tudi, ne vem, se sklicuje tudi malo na Leone, njegovo delanje filmov, dost primerjajo ali pa z nekimi komičnimi režiserji, ampak jaz bi vas za konec vprašal, kam vi torej postavljate šund v opusu Quentina Tarantina? Kje vam je, kako se vam zdi, za nekatere to najboljši Tarantinov film, za nekateri se ne strinja, ampak skratka, kje se vam zdi, da je to, kateri je vaš najljubši ali pa se vam zdi, da najboljši Tarantinov film in kje je šund v primerjavi z njim, ali je to šund? Jela? Ne, šund ni moj najljubši film. Me že zanima, kaj pa je. Mislim, da je Inglourious Basterds. Inglourious Basterds. Ja, pa mogoče tukaj velja moment, da saj sama vidim neko dvotirnost v Tarantinovem opusu. No? Imamo te filme malih zlikovcev, kamor bi umestila tudi The Hateful Eight, čeprav so bili posneti kasneje. Pol pa te filme, ki so pa veliki filmi s političnimi agendami, Django, Inglourious Basterds, pa Once Upon a Time in Hollywood. In te trije so meni zanimivi, mogoče zato, ker so tudi najbolj teoretski v tem pomenu, da se loti v njih Tarantino novega pisanja zgodovine, ali pa revizije zgodovine. In to se mi zdi še posebno pomembno v tem času, kjer imam feeling, da glavnina produkcije je pa zelo naklonjena realizmu, avtentičnosti, ne vem, Tarantino pa absolutno ostaja režiser, ki stavi na moč fikcije, na moč izmišljije, na moč kreativnosti in ne pristaja na realnost. Nikoli. Tako da zato Inglourious Basterds. Super. Igor? Jaz se absolutno strinjam Inglourious Basterds. Bi pa rekel, da je tudi Kill Bill dost političen film. Se meni zdel, ker recimo, in mi je tudi ful všeč, zadnja scena Kill Bill, ko ona otrok gleda risanko, ona pa joče, to je meni en najboljših zaključkov tak v zgodovini filma in tudi za Tarantina ful drugačen, ker ni zgolj eno klanje. Ampak Inglourious Basterds mi je struktura všeč, zgodba mi je všeč, Hans Landa je, mislim, res hud lik in tudi ostali. Ne? Edino, kar mi je vedno malo pokvarilo Basterds, je to, ko potem zveš stvari in sicer Bear Jew lik, ne? Ki ga igra tale slab režiser, ki je Hostel naredil, pozabil sem, kako ime. Eli Roth, ja. No, ta lik je bil napisan za Adama Sandlerja. In Adam Sandler govori točno s tem brooklynškim naglasom, zato je Bastards. Iz tega je naslov, ker je bil to za Adama Sandlerja narejen lik. In mislim, da bi še v neki drugi vlogi moral imeti Eddieja Murphyja not, pa še nekoga tretjega. In on se je dogovarjal s vsemi temi ljudmi in je razlagal, da dela film z Sandlerjem in Murphyjem in pač pol je Bastards naredil. Sicer brez njo, ampak ko nekdo reče, da dela film z Sandlerjem pa Murphyjem, imaš eno drugo idejo. No, ampak se mi zdi, da Adam Sandler bi tu naredil res eno svojih boljših vlog, ampak mislim, da ni hotel cameo delati, pa da je hotel iti na počitnice nekam. Drugače pa je res krasen film, pa tudi ne vem, zelo cenim prikaz lik filmskega kritika, ki basically zajebe celo sceno, ne? Kar je pa bil takrat tudi en trend, da so imeli filmske kritike in so se zelo grdo delali z liki filmskih kritikov in se mi je zdelo vedno zelo smešno. Mito?
To rečeš kot filmski kritik. Ja, se to je bilo fajn podčrtati. Meni se v bistvu zelo meša, kjer bi mi bil najboljši, odvisno, kako se počutim, ali pa kjer letni čas je. No? Ampak zadnje čase sem predvsem pristranski oziroma kako se temu reče, se mi je priljubil Hateful Eight. Okay. Mogoče ravno zaradi tega, ker je mičken manj političen kot ostali, se mi pa zdi, da je izostril svoje filmske senzibilitete, predvsem obrt, predvsem tisto, kar je nastalo že v Reservoir Dogs in Pulp Fictionu, o katerem smo se danes pogovarjali, vse te senzibilitete o domačijskosti, o neki varnosti, pol pa eksplozijah nasilja, politični nekorektnosti, odnosu do teatralnosti, performativnosti, vse tle not se mi zdi, da je zgostil in izostril. No. Potem pa po drugi strani se mi pa tudi zdi pomemben film zanga, ker je nekako prelomil z temi svojimi postmodernističnimi izhodišči. Ni se jih popolnoma otresel, ampak mislim, da je že šel par korakov naprej o tem, kako razmišlja o nekih narativih pa o filmski umetnosti. Tu se mi zdi zelo zanimiv ta film za njega. No? Drugače mi je pa takoj za tem Kill Bill, no? Ki pa ima vse te Pulp Fiction elemente noter zraven akcije in politike. Ja, jaz moram tudi reči, da nekako se ne bi mogel glih odločiti. Death Proof je eden mojih pač najljubših, zato ker sem ga takrat, ko je prišel ven, mislim, ne 4-5 pogledal tako enem za drugim, ker mi je bil pač res všeč, pa takrat sem pač full mislim, da je to celo po mojem prvi film, ne, Kill Bill sem prvič videl v kino, valjda, Jackie Brown po mojem še nisem, ampak Kill Bill sem pa videl v kino in pa Kill Bill je definitivno zato, ker sem pač odraščal z akcijadami, ful sem imel rad samoraje, ko sem bil mulc in to mi je pač ena taka, pa western imam rad, se pravi, to je vedno sta samorajski film western tam in mi je pač ta in spomnim se pač tega napetega pričakovanja drugega filma in strahu, da bo drugi film slabši od prvega in potem noro veselje, ker pač absolutno ni bil nič slabši in pa smisel za humor, jaz imam ful rad Tarantino smisel za humor in mislim, da tukaj res Kill Bill je po mojem še najbolj smešen v nekih teh zadevah, v komentarjih, pa v odlični igri Uma Thurman. Jaz moram reči, da ona je pač noter. Pa ne nazadnje je to na nek način Fox Force 5 iz Šunga. Ja, vsekakor. Speljave. To se mi je vedno zdelo tako, ok, to, ok. Ja. Tako da zdaj o 10. in zadnjem Tarantinovem filmu ne vemo veliko, vmes se je že zamenjalo ogromno, zdaj naj bi sicer produkcijsko celo delal nekaj, naj bi se nekaj pripravljalo, vmes je hotel Star Trek delati, to vemo, ne, skratka, da bi Star Trek naredil, pa tam ni šlo. Zdaj pa točno ne vem, kaj je bil že zadnja ideja, kaj bo ta film, ampak nekaj o filmskem a ni bilo nekaj Pauline Kael je hotel narediti. Tako je, ja. Bolj je povedal, da ta filmski kritik, ki bi bil protagonist scenarija, ki ga je naredil, ni Pauline Kael, ampak je človek, ki je bil kritik za nek čist mali cajtnik iz tam Valley v LA-ju in je ful pogosto poleg resnih filmov pokrival tudi pornografijo in take zadeve, tako da čist neka CD zadeva in ne velika zgodba, ampak spet nekdo, ki je del te mašinerije hollywoodske, tako pač ona dva v Once Upon a Time. Ja. Ampak potem se je iz nekega vzroka odločil, da to ne. In je rekel, da tega nikoli ne bo naredil in je proč vrgel scenarij in zdaj ni znano, kaj bo. Ampak jaz mislim, da Paramount bi lahko rekel, glej, Star Trek, še vedno ne vemo, kaj bi s tem. Mi to Tarantinovega Star Treka. Ne, res ne. Čeprav on je bolj za Star Wars, jaz tudi njega vedno bolj vidim. Tudi to ne. Ne more. Pa definitivno Star Trek, mislim, če bi že neko... Battlestar Galactica. Nekompatibilno je z njegovimi senzibilitetami, res, ni kompatibilno. Odštekano bi bilo. Cool. Veš, kakšne logične zagate bi imel Spock. Katero franšizo pa bi mu dali delati, če bi pač zdaj bil on res brez idej, pa bi... Hitre in drzne, tu imaš. Ja, to celo res ni slaba ideja. Ja. Zakaj, to tako mind-blowing bilo zopet. Ja, ker si nekaj pametnega povedal, končno. Mislim, da je po moje Tarantino prevelik ego, da bi se podredil kakšni franšizi. No. Pač on svoj filmski svet vidi kot franšizo, po moje, tako da ne vem, ne vidim ga kot režiserja drugih
idejno. Ja, zato je mene v bistvu vedno presenečalo, zakaj ti šiva Star Trek. Vem, da so mu okoli liki, ker Spock on bi s temi liki operiral, ne? Ampak mi je tako, tu so tle eni taki narativi predobstoječi, s katerimi ne vem, kako bi on operiral. No? To je težko. Premalo je skromen, da bi... Ja, se mi zdi, da bi spoštoval. No? Ja, ne, definitivno bomo videli, pač, kakšen bo ta 10. film in če bo to zadnji, ne vem, Deadpoola. Kaj mi to omeni? Ne vem, neki, karkoli. Jaz bom gledal vse. Stalking. To je prav. Luke Stalking. Da Tarantino staje. Coming out guns blazing. Ne, vsekakor pa je, mislim, da je definitivno zdaj, ko se tako pogovarjamo, zanimivo, da je to šele, ne vem, 3. ali 4. film, ki ga pravzaprav omenjamo, pa poglobljeno pa šele 2. film, ki ga delamo Tarantina, ker on je pa res, jaz mislim, da nima slabega filma, ne, v svojem opusu. To pa mislim, da se vsi strinjamo, ne, ta noben ni slab. Mogoče nam kjer ni najbolj všeč ta trenutek, ampak ni pa slab. Zato jaz ne razumem, zakaj on vztraja pri tej številki 10, ker res nisem nekjer zasledil, zakaj se tukaj vrti okrog tega, kot da kao, ne vem, bi rad. To idejo ima, da stari režiserji niso dobri režiserji, da režirajo filme lahko samo mladi ljudje. To je rekel, ko je bil mlad. Ja, mislim, da res je. Ali pa tako, ko je pogledal Megalopolis. Ali pa mislim, da že prej to omenil, ampak. Ne, se mi zdi, da njegovi heroji, da režiserski heroji, da so vsi delali v pozna leta in da jih tu spoštuje njihova kasnejša dela. Tako da zato me preseneča, zakaj ta magična 10. Mislim, da je Ridley Scott mu je, mislim, da prvi v enem intervjuju, shut the fuck up, pa naredi še koliko filmov pač želiš. Sam je pa res, da tudi on zelo počas dela filme in da izhaja na vsakih 5-6 let. To spoštujem, ampak mislim, malo mi je bizarno za umetnika, ki želi delati ali pa ima nekaj zapovedati, da bi se zamejeval na ta način. Razen, če nima več zapovedati, pa si reče, ok. Pol pa 9 meni tudi ok cifra, no? Ne, 9 ni ureda. Tudi, če naredi slab film, samo da je 10. Ja. Jaz pa čist ga štekam, jaz bi tudi nekako tako. Reče si, da si številko ferti, konc, gotovo. Ne, meni je to bizarno. Tako bi jaz rekel, jaz bom naredil v lifeu samo še 10 masterpiecev, to pa to. Ne, to ne gre. Seveda, mislim, kaj pa človek lahko. Mislim, 10 masterpiecev je že... Moram sicer še prvega narediti. Super. To je bila debata o Šundu, če vam je bila všeč. Blagor vam, če ne vem, pritožite se. Danes vprašanje poslušalcev ali petek v bodu te rubrike nimamo, zato ker vam nismo hoteli izdati, kaj bomo delali za novoletno epizodo, pa tudi vmes nismo dobili nobenega vprašanja, ampak smo pa v rubriki, kaj smo gledali, brali, špilali in poslušali in Jela, ti si nekaj gledala in zelo me zanima ena stvar na tvojem seznamu, ki sva gledali skupaj. Povej. V bistvu zdaj gledam, pač od filmov sem dala The Holdovers, Bartonova akademija. Pač všeč mi je bil predvsem zato, ker ga ni bilo sram biti lahkoten, feel good film, tega je čisto premalo po mojem. Od serij pa Disclaimer. In kako ti je bil Disclaimer? Zelo zanimiva serija, no. Mogoče ena najbolj zanimivih v zadnjih letih sploh. Ker sem z blazno muko gledala prve 4 dele, res prav mučila sem se. Ampak se je potem za nazaj mi je režiser upravičil pač to mučenje. Tako da bi tudi našim gledalcem, poslušalcem rekla, da se splača malo pretrpeti, no, zaradi enega obrata, ki ga ne bomo valjda razkrivali. Tako da ta struktura, no, tudi mislim, tako zelo močna serija, tako odmeva še dneve za tem, ko si jo do konca pogledal. Ne vem, kaj pa vi mislite? Jaz nisem gledal, tako da tu se ne Aljoša izrazil. Jaz sem v delu, tako da še čakam. Ja, jaz imam zelo podoben feeling kot ti. Mislim, meni sicer pol še vedno ni upravičil enih stvari za nazaj, ampak tudi jaz blazno sem se mučil in to je bila ena prvih serij po dolgem času, ker sem se sprašal, a res moram to do konca pogledati? Vse mi je šlo na živce, od te naracije literarne v ofu, ki ti včasih res opisuje to, kar gledaš, včasih skuša nekaj pojasnjevati, zelo je pokroviteljska. Ampak ja, na koncu pač všeč mi je bil ta obrat, všeč mi je bila pač, kaj je ideja zadaj in to, ampak ne vem, nekatere stvari so mi toliko za lase privlečene, od kako se liki obnašajo na ta osnovni problem, ki je v resnici, da oni verjamejo romanu, kar je tako malo, ne vem, mene je to, zdelo se mi je, da pač režiser ni se dovolj potrudil, da bi me prepričal, da vsi zdaj dobesedno verjamejo romanu, ženske, ki mislijo, da ga je napisali moški, ki absolutno ni bil tam zraven, se pravi, zakaj temu vsi verjamejo, kot da je živa resnica. To me je toliko motil, cel film, ta
nelogičnost, ta plot hole, da joj, res me je obživce spravljalo. Tako da, ampak ja, konc mi je bil, tist me je pa grdo se mi je zdelo, ker mi je bilo všeč na koncu. Ja. Pa se povedal, pa pač Kate Blanchett je noter, jaz pač zakaj Genialno. bom gledal to, valjda, da gledam tudi Bedast, kaj je že film, kaj je bil zdaj, no. Ja, Borderlands. Borderlands sem gledal, kaj pač Kate Blanchett, čeprav sem po 10 minutah bil, Aljoša, a boš res to še gledal dalje? Tako da ja, tole nekaj si še brala, vidim, da si še nekaj naštela. Ja, To pa v imam bistvu, jaz skupno. kaj je to? Josephine Tey berem ravno. Aha, kjer pa? Jaz sem zasledil nekje en seznam, da je tisto z Richardom tretjim najboljša kriminalka The Daughter of Time. vseh časov. To, ja, Daughter of Time, in to berem in pol me ni, mislim, nekje na polovici, ampak mi ni tako ful prepričalo, ker je basically o detektivu, ki je v bolnici in bere knjige. Ja. In raziskuje smrt Richarda III. Oziroma, če smo natančni, smrt njegovih nečakov, ki naj bi jih Richard Ja, III. Umoril. Ampak je tako, mislim, dedukcija štima, no? Tako mene je prepričala, jaz sem zdaj za Richarda III. Ampak to je zdaj, če sem če prav razumem, kar si tle napisano, imaš tukaj, Še Dorothy Sayers. da so to sopotnice Agate Christie. Pa so zanimive, pač potem, ko grejo, mislim, Agata je tako absolutni standard klasične detektivke, obe te Dorothy Sayers pa Josephine Tey, se mi zdi pa, da malo bolj eksperimentirata znotraj žanra. Recimo Josephine Tey, to knjigo imamo tudi v slovenščini, gospodična Pim, ne vem, kako gre. Občutek za, ne, čakaj že, ne. Miss Pim Disposes je originalno naslov. In v resnici sploh ni detektivka, ampak je tako dogajanje na eni dekliški šoli, kjer se potem zgodi ena nesreča, za katero zvemo, da je bila rahlo spodbujena. Tako veliko bližji recimo Tani French ali pa senzibilnosti, kakšne Gillian Flynn. No. Aha, Tako, to odkrivam, to se mi zdi fascinantno. Pa sem pa od teorije Alenko Zopančič izpostavila to njeno novo knjigo Disavowal. To pa za tiste poslušalce, ki jih kaj zanima o teoriji zarote ali pa o osveščenosti, o tej potrebi, da ostanemo neprevarani. Tako, meni izjemna knjiga, no, zelo inspirativna. No, tudi vsem vam trem. Super, hvala. Super, hvala, Jela. Igor, ti si naslednji. Ja, pogledal sem Mufasa, Levji kralj. Ja. Barry Jenkins je naredil 4 filme in ta je najslabši. Barry Jenkins je drugače en meni najljubših režiserjev in tako Moonlight kot kaj že Zdravilo za melanholijo pa še 5 nežne ulice so mi krasni filmi, tole pa pač ne. Zelo sem presenečen, da to ni hit. Je boljš, kot oni prejšnji, tako imenovani live action Lion King, ki malo bolj zgleda stvari, ampak zgodba pa tudi. Pač imam ta problem, ker sem že prej imel z Mitotom debato, ker se pač imaš antropomorfne živali, pa pol te živali, če so vseeno toliko realistično narejene, da če so one v sklopu Circle of Life, ne? Potem jejo druge živali in tukaj se celo pogovarjajo o tem, kako jejo druge živali, samo ne bojo pa dejansko pokazali, kako jejo druge živali, samo pogovarjajo se o tem, kako so lačni in da bi zdaj pojedli eno drugo žival, ki je pol ne, ker so frendi. Če pravljica, no, Pa se smo prej ugotovili, da samo pri Tarantino jejo in serijo, ne pač ne morajo. To je isto, kot da bi, ne vem, čakaj, Lion King je po Hamletu v bistvu narejen, to je isto, kot da bi se pol pogovarjali, ne vem, v Hamletu. To be or not to be. Ne, to je pravljica. Antilopi na lobanjo. Je pa Overkill tudi tu, no, odpadejo v to past prequelov. Ali ste vedeli backstory, zakaj je skala tak nagnjena? To morate pogledati Mufasa, zato ste izvedeli, zakaj je skala tako nagnjena, da lahko on gre. To sem se več čas spraševal. Zakaj je tista skala točno tak? No? Ja. Skratka, ponovno bi rekel, kar dalje gledam Pošastne komandose, to je genialno. To dajte gledati, to je res dobro. Kaj je to serija? Okay. Ja, to je animirana serija, ki jo je naredil James Gunn, scenarije. In najprej se začne malo tako, pa animacija tako malo, ampak potem zašopaš te like, razvije in zdaj ta zadnji del, ki je bil, je Weasel Focus, to je ono, ki imaš pač samo idejo, da je neka pošast tam v
v Suicide Squadu in tukaj potem pač se jočeš na koncu epizode, ker je tako tragično in je krasno. Skoraj tako prejšnji del, ko je bil G.I. bot, ki pač samo hoče naciste ubijati. In menim, da to je nek najboljše poslanstvo, ki ga lahko ima umetna inteligenca. Ja, ne, no, če pa se moraš z nacisti pogovoriti. Ja. Ne. Moraš mi dati platformo. Ja. G.I. bot lepo reče, I was happy to have killed Nazis with you. Okay. In another world, I would do Texas with you. Ja. Prebral sem pa od Mancerenko Živalsko mesto in tudi pač priporočam vsem ful vredu knjiga. Res me je presenetilo. Vse sem že bral kaj od njih, ampak to je res zelo dobro fokusirano, zelo mi je bilo všeč. Prebral sem še kratko zgodbo, ali kratka novela, kakorkoli, od Silvije Moreno Garcia, The Lover, ki jo najdete na Amazonu. Mislim, da tako manj kot eni uri prebereš zadevo in je ful lušno, ker vzame te elemente iz pravljic, kot ne vem, sestre zlobne in volkodlak je noter in babico omenja, ki mora nositi stvari. In tako so stvari, ki se ti zdi, to imaš nek eho od Grimov ali kakorkoli, ampak je hkrati zelo drugače, zelo horror, seks je not, tako da ja. Ful priporočam. Meni ona zelo v redu piše, ampak tu v tej koncizni zadevi je zelo v redu našla, ker ne rabi dovolj likov razviti. Okay. Mito, ti? Jaz sem včeraj pogledal Noro in mi je meh. Ja, Kaj si rekel je? Mi je meh. Aha, nisi navdušen. Ne, v bistvu štekam, kaj komentira, odkot izhaja, se v bistvu zelo odlično posneta pa odigrana, ampak sama zgodba nekako ima za mene probleme, pa tako tipično ameriško brezrazredna, brez nekega komentarja, vse eksplicitnega, ki bi ga jaz lahko razbral in to mu malo zamerim, ker Florida Project mi je bil bistveno boljši, bolj plastičen projekt, kar se tega tiče. Tako da mogoče sem žrtev tu lastnih pričakovanj ali pa ocen vseh ostalih, ampak tako, na Letterboxdu sem dal izmed 5,3,5, še vedno je ok film, ni mi pa bilo za ne vem mind-blowing ali pa ko pravijo za Oscar kandidat za ne vem koliko nagrad, to jaz ne vidim. Veš, kako ful ni dobrih filmov bilo letos, ker Konklave ima več problemov. Še to bom pogledal enkrat, ampak pravijo, to za zdaj ne. Moram reči, da v bistvu malo mi gre že na živce, da se Američani tako bojijo komentirati direktne nastavke za družbeni komentar ali pa razredni komentar, ki je tlele bil očitno nastavljen, celo par scen je posnetih, ampak to njega ne zanima v tem filmu. Pač to ni ta film. Ta film je neka pravlična zgodba o zaljubljenosti in to ne gre nikam. Vse za moje. Meni se vseeno zdelo, da gre malo v to, ne tako daleč, ne tako dobro kot Florida Project, ampak vseeno imaš ti dejstvo, da je ona pripravljena. Jaz vseeno ne dobim občutek, da Anora oziroma Ani se zaljubi v vanjo. Dva koncepta non-stop žonglira, tale njena, rečemo temu, izhodišče iz njenega položaja, za katerega ne vemo dovolj, vemo samo, kaj je njena služba, zdaj, ali je nezadovoljna z njo, ali je nezadovoljna s svojim staležem, ali je nezadovoljna s svojo cimro, ali je nezadovoljna s svojo sosesko, tega ne vemo. Vemo samo, da prepoznamo, da želi pobegniti. Ja. Najde rešitev v temu ruskemu idiotu, ampak pol se v bistvu, to je 1 ura filma, pol imamo pa Benny Hill eskapado po Brooklynu in Coney Islandu in meni je malo šus mimo. Moram priznati, da mi je. Ja, ampak se v tisti tudi zveš odnose znotraj te gangsterske scene, vidiš odnos do ruske skupnosti. To me ne zanima, mene zanima ona, a veš. Ja. Nočem biti preveč kritičen. Šele že vidim novo oddajo. Tako da se mi zdi mogoče malo zgrešen moment, da bi lahko si vzel zopet par teh nastavkov, ki jih je imel že prej v Florida Project. Mogoče sem to pogrešal. Ampak da nadaljujem. Da ne bomo cel dan o Nori se zapogovarjali. Pogledal sem pa Arcane, kjer pa je komentar politično-razrednega boja, odlično izpeljan v 2 sezonah, je zelo lep žanrski izdelek, močni ženski liki, tako da ful priporočam. Po enih 3 delov, ker sem se malo bockal z estetiko tega, ker je taka zelo hip-hop skaterska scena, se mi pa potem zelo prikupila. Mislim, okay. Ti zleze pod košem. Ti rečeš hip-hop skaterska scena, dogaja se v neki
v fantazijskem svetu. Ja, vseeno, ampak ne, mislim, da je vseeno treba poudariti, da se dogaja v fantazijskem svetu. To je logično. Ja. Nočem obnove zdaj tle delati. Estetika sama je bistveno iz skaterske scene potegnjena, ker je v bistvu zelo grafitarska, zelo ima te hip-hop elemente noter, po stilu oblačenja, kostumografiji, scenografiji in tako naprej. Tako da to sem s tem mislil. Ja. Ostalo si pa sami pogledajte, toplo priporočam. Razočaran pa sem nad Dune prerokba, ker sem bistveno več pričakoval od, to je prava beseda za to, zgodbe. Ker tlele je v 6 delih, pa še nisem zadnjega sicer pogledal, ampak v 6 delih je zapleta za 3 sezone, medtem ko plastično sliko je pa razvita za 1 epizodo. Ja. In sem bistveno razočaran, da imaš slike, o katerih ne veš dovolj, ki ti sam nakladajo politične spletke, pa ravno malo dovolj seksa je, da poštekamo, da se želijo iti Game of Thrones. In mi je škoda, ker se mi zdi, da bi lahko bistveno več naredili z tega. Sem pa slišal, da bo zdaj še druga sezona, tako da upam, da bo se to izboljšalo. Zelo lepo upanje. Rečemo, da prerokujem. Jaz sem od filma pogledal Venom The Last Dance in pozivam vse, ki mislite, da je Madame Web najslabši superherojski film leta, da se dobite z mano na kakšnem piru in to predebatiramo, ker me zanima vaš notranji incel in zakaj je, kaj je z njim narobe. Pogledal sem do konca What We Do in the Shadows. Sezona mi je ni najboljša njihova, ene stvari so mi bile zelo všeč, ampak malo tega, konc mi je bil pa tudi tako mal. Kjer? 3 so. Sej, ampak ne vem, no, ni mi, priznam, da... Mene tudi ni prepričalo. Ja. Najslabše izmed vseh. No. Ja, niso pa, ravno to mislim, da ta fora, da so kao 3 konci, ravno tu mislim, da je bila ta, da ne znaš izbrati, kaj bi rad na koncu in pač dajmo narediti kao 3. Ok. Disclaimer sem povedal, pa še naprej nadaljujem z A History of Horror, tako da vsem, ki me na Letterboxdu sledite, zdaj smo v 40-ih, jaz upam, da novega leta ali pa tam okrog novega leta pridem do leta 48 in potem bom vzel malo odmora od tega, ker sem zmatran. Kaj pa je takega na 48? Tam sta, da si zdaj izpostavil? Ne, pol je dost grozljivka zapade malo v 50-ih, ker je film noir in tako naprej in potem je večji izbruh spet v 60-ih in naslednje poglavje, ki sem si zdaj sestavil, pač seznam filmov, ki jih bom pogledal, je pač tok kot zdaj, to, kar sem zdaj pogledal v 2 poglavji, se pravi, gledal sem nemi film, pa gledal sem pač grozljivko do konca druge svetovne vojne in to bo zdaj mi naneslo nekje 50 nekaj filmov, zdaj pa na naslednjem poglavju je pa okrog 100 filmov, ne? Se pravi, in to bom čez celo leto gledal naslednje in skratka ne bom gledal tako, kot zdaj gledam po 2-3 filme na dan ali pa ne vem kaj, ker je tega preveč, no. Treba malo še delati. Ja, treba je kaj pisati, brati, govoriti o podcastih. Če vidimo nočete grozljivk gledati, pa moram jaz to. Se zato imamo tebe, da ljudje in ljudi, ne? Odklukaš. Poslušali ste 204. epizodo in 7. novoletni specialc podcasta, ki sliši na Mailbot. Podcasta za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od Ev do Z, ki ga gosti mreža aparatov. Z vami smo bili Jela ne pristaja na realnost Krečič, Mito, moj 3 koncepti Gegič, Igor, znal sem ga na pamet Harp in Aljoša, nihče ni realen Harlamov. Tole epizodo smo posneli na Vodnikovi domačiji, ki nam je prijazno zagotovila gostoljubje in zavetje pred norijo veselega decembra, za kar se ekipi res iz srca zahvaljujemo. Ter vas vabimo, da Vodnikovo domačijo v naslednjem letu kaj obiščete. Vrnili so se v prenovljene prostore v Šiški in z januarjem spet začenjajo literarni, glasbeni, otroški in kulturni program za vse generacije. Če ste iz Ljubljane, pridite na okus, če ste iz Šiške, pa je skoraj mus. Če vam je bila izkušnja všeč, spremljajte, delite in všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije in nam tam dajte tudi kakšno oceno. Priporočite ga poslušanje mulcem, ki na dvorišču mečejo petarde in ko jim poveste, da obstajajo lažji načini, da povzročijo, da človekov krvavi iz ušesa. In če ste se zadnja leta spraševali, ali se pravilno reče podcast ali podcast, vam sporočamo, da je edina prava izgovorjava obot.
Imejte krasno 2025 in naj bo polno odličnih filmov, serij knjig, stripov, špilov, muske in drugih vsebin in izkušenj. In ne pozabite, podcast Obot je darilo vašim ušesom. Podcast najdete na Twitterju, Facebooku, Instagramu, Discordu, poslušate ga lahko na vseh odjemalnikih podcastov in na YouTubu. Pridružite se nam v klepetu vsem, kar je novega v žanru, na platnih, med platnicami in na ekranih v naših epizodah in merskih enotah. Tole je bila že 204. epizoda, naslednja epizoda bo zunaj čez 2 tedna, 14. januarja, govorili pa bomo najverjetneje o filmu Nosferatu. Razen, če bo popolnoma za nič. Hvala, ker ste nam naklonili svojo pozornost. In za konec, ker smo v navodnikovi domačiji, voščilo Valentina Vodnika v Izvirni Gajici. Se pričujem, če se mi malo zatikalo. Navada je vošit nov leto priti, ali res ali z jezikom more se striti. Delavcu nese bogate dari, pratkarja časi tudi kaj doleti. Prvošim en konec staremu bolniku, eutanazija, dolgove pobrisati lenemu dolžniku, Igor naj dobro in hitro romane prevaja, Mito naj spi in še Tinco razvaja. Aljoša nekončno svoj krimič napiše in naj ljudje in ljudine odmeva krog hiše. Naj drugi podcasti ostanejo dolgih nosov, le glavam srečno pri delanju obnov. Vam poslušalci pa lepih prigod, pa zdravja in sreče, ko poslušate Obot. Ljudje in ljudine, ampak čisto res boljše, bolj veselo, mirnejše in srečnejše leto 2025. Bravo. Evo, zdaj pa tako v Pulp Fictionu. Let's get into character. A zdaj? Okay. Ja, zdaj se začne film.